tej vladi je vsem za nas, kdo bo operiran ta prav cajt. Oni kle dobesedno s temi potezami izsiljujejo privatnike, denar je pa isti. In Bog ne da se je zasebnik pripeljal z dobrim avtom. To je več kot očitno, da nekdo mora se še tam po domače čenu graditi. Največji problem, ki ga ne vidi, ni Picijo 100.000 sledilcev. Če tale diktator, konkretno Robert Golob, ki zdaj zaradi mene počne vse te stvari, da me utiša, pa da me ugasne, pa da me ustraši pri moji svobodi izražanja. 40% ljudi še vedno podpira vlado. Pa vejo, kaj delajo. Hej, danes je moj gost Aleksander Repić. Kralj interneta, ki bo zažgal Macarol Show in ga spravil do 100.000 ogledov. Pogovarjala sva se o njegovem zaklenjenem oziroma ukinjenem računu na Instagramu, hkrati ugotavljala, da ga bo po vsej verjetnosti dobil nazaj, ker tudi iz mojih izkušenj ven te račune ponavadi dobiš nazaj. Pogovarjala sva se o razlogih, zakaj so mu ga vzeli, in na koncu šla čez celo njegovo življenje, tako da ga boste lahko spoznali v eni taki luči. Moj intervju z njim je bil drugačen od običajnih intervjujev, namreč sva z istega konca Ljubljane, zato bo ful enih komentarjev, kako smo mi tukaj zdaj Ljubljančana, ki je dva brata iz Štepanca. Gremo, 1 ura 40 cirka zelo dinamičnega pogovora. Aleksander, kot ti naj rečem, Pici ne pridi prav. Aleksander je meni ful lepo ime, draga, zato ker moj oče tudi Aleksander, tako da se mi zdi, da bom kar to po mojem uporabljal, mi je ful lažje. Poželjno. Zdaj en disclaimer na začetku, midva se ne poznava, sva začela pred časom malo na Instagramu komunicirati. Tako je. Od danes imam telefonsko številko, slišala sva se cirka 47 minut pred tem podcastom. Potrdijo tudi te, ki poslušajo pogovore moje zdaj, tako da ja. Ja, tako da v bistvu nisem na nek način vedel, ali bo ta podcast, tudi tukaj elefante, ki tole snemajo, smo bili čisto v megli. Tako da mi je dosti zanimivo v bistvu, kako so se na nek način zdaj ujela spontano, Na hitro. v najbolj vročem trenutku ever. Ja, tako da jasno, kje smo približno, no. To probam nekako. Namen je, da ti dam oder, ampak predvsem zato, ker ne verjamem, da te vsi poznajo še v vseh spektrih, bo šla malo počas, pa malo kaj se ti je zgodilo prejšnji mesec, tudi na poslovni ravni, malo se bomo umetne inteligence lotila, malo nekega backgrounda, pa v bistvu tvojega craftsmanshipa, dajva reči, ki znaš res pač content delati, da ljudi tudi drži. Pa se malo lotila trenutna situacija, ki je po mojem, bom rekel, kar taka, no, zakomplicirana. Nenavadno. Ja. A se ti zdi, da si sledijo varnostne službe ta moment? Seveda. Imaš ta občutek? Ne, da imam ta občutek, kakor sem že rekel. Potrjeno mi je iz 3 različnih kanalov, pa tudi ujel sem enega medtem, ko je hotel poslušati pogovor v eni restavraciji in sem šel pol tudi za njim na WC. In ker sem vedel, da če grem direktno na njega, bom ga ujel nepripravljenega in pol na WC je tam neki začel na silo zehati. Sem rekel, koga pa ti čakaš? Čakam enega prijatelja, ne. Pa je šel ven, pa se pol sedel pred restauracijo zunaj, pa sem šel spet direktno do njega s telefonom, posnel tudi ta pogovor, ki ga imam zase. In v tem pogovoru nekako podleže pritisku in se mi predstavil pod imenom, pozabil sem zdaj ime, ampak zatrdil mi je, da je bivši smučar, kao neprofesionalen in da je zdaj smučarski trener. Potem sem uporabil svoje kontakte iz smučarskega sveta, preveril za to ime in noben ga ne pozna, vsi prvič slišijo. V glavnem, ne vem sama je od Sove ali od NPU-ja, ampak en od njihove pehote je, tako da. Jaz sem imel lansko leto eno tako izkušnjo, jaz sem imel tak overlanding rig, pred bajto sem ga nekaj rihtal, jaz en model z enim Audijem A8 parkiral in postopno šel kao kafič, pa pol ven pogledal, pa se začel pogovarjati, pa je rekel kao, da je neke evropske varnostne ekipe za spremljanje teh protokolarnih dogodkov, pa kar nekaj je začel bluziti, pa me spraševati, pa tako.
Tako da, tako da tudi zdaj se mi zdi, ko sem še eno telefonsko številko, oziroma 2, 3, sem začel kar biti, ko bom rekel, malo previden, no. Ali pa paranoičen čisto zares, zato ker se meni tudi dogajajo neki napadi, tako pač DDoS napadi na serverje, pa ne samo DDoS napadi, tudi v bistvu injektanje ghost spama. Ghost spam je pa v bistvu neke vrste fake user, ki pride na spletno stran, pa na spletno stran sploh ne pride. Ampak samo inficira spletno analitiko, a ne. Ja, Pomeni, da ti da, ne vem, da je bil sekundo gor in gre, ne, sekundo gor in gre, pol se ti, ne vem, iz minute pa pol se ti čas na strani zniža na, ne vem, 11 sekund. In to pomeni, da imaš slabe podatki pa na družbenih in pa internetu pomenijo, da ni dobro. res. Tako da ful se dogaja, jaz sem to sicer tudi najavil, našel sem še 4 medije v Sloveniji, tako da zna biti zdaj pred volitvami tudi kakšna afera, ker niso samo neki lifestyle mediji, ampak so večji novičarski mediji s tem sindromom. Tako da ena skupna točka, da se malo poveževa, Štepc. Jakčeva 8, napisal sem tukaj od 81 do 96. Po mojem 15 let sem bil star, ker sem šel iz Jakčeva 8, To je stolpnica. Aha, ja, ok, to je tam zadaj za Tako je dol od Mercatorja Jakcu. včasih. Nasprot Karla Destovnika Kajuha je bila včasih šola. Zdaj pa ne vem, kva je zdaj ena šola. Ne, KDK je z modelu tam. Ja, Pa pa imaš zgoren pa- del pred Golovco, a ne. Ja, Ja, no, una je čak- Božidar Jakca, ne, Ja. če se ne motim. Ja, Sem pozabil, ja. kje si ti? Jaz sem v Mostah odraščal, Aha, ampak Mosta si odraščal. na Toplarniški, ampak okej. pol čez most, A ja. takoj čez most je pa že Štepanc, Je bil tam pa je Griša. pa vsa moja družba in šola in sošolci bivši in tako. Ok, daj čistko odraščen, imaš kakšne sestre, brate, ali Imam mlajšega brata, ampak on je čist kontra, kaj jaz. Kako si pa ti tako drugače s familijo pa to? V redu, dobre odnose imam. Family first? Tako imaš Mislim, to? definitivno je družina med prvimi, tako to je, mislim. DNK je ipak DNK, ne glede na to, se kdaj ne razumemo ali se razumemo, družina je na vsaki- prvem mestu. Mislim, se veš, Pa se ko pošlo po odraščaš, ko si upornik, so ti starši največji sovražniki, pol če scajt, ko dojamaš stvari, pol so ti dojamaš, da, Kaj pa zdaj? da so ti res samo kaos. dobro. V tej situaciji? V bistvu s fotrom se nisem o tej situaciji sploh pogovarjala, Ok. ker itak ve, da sem zmer plaval med morskimi psimi, ne. In ve, da se znajdem in ne skrbi ga kaj preveč, ker ve, da tudi če se mi kaj hudega zgodi, kamorkoli me postavijo, dajo, se bom že znašel. Tako da. Zdaj znašel si se že. Se moram reči, da si kar. Da nasprot mene, no, temu se še vrne, v bistvu na nek način novopečeni milijonar. Pa, Ja, na nek način. mogoče smo že tam, mogoče še nismo, Ja. ampak trudimo se. Ja. Pa peva še eno skupno točko, imamo tale Dubaj. Kaj si odnesel od tega mesta, zdaj, ki si bil dol, mislim, kako se ti to zdi? Velik, odlična država, odlično vzpostavljen sistem za, bom temu rekel, za delovne ljudi, za pridne, za te socialne pijavke, definitivno ne. Oni bodo mogoče našparali, šli v Dubaj in ko porabijo denar, ko vidijo, koliko je vse lepo in vse, ampak tudi ni poceni, bodo prišli nazaj, pa bodo se zgovarjali, da nima duše, da je to, da da, ampak tisti, ki ima res rad razvoj, ki ima res rad okoli sebe produktivne ljudi, sposobne ljudi, mu bo Dubaj sigurno všeč. Pa oni se bojo ful hitro obrnili zdaj, tudi kar se AI tiče, se mi zdi tam ena taka. So že zelo napredni, Meka. bom temu rekel. Mislim, Ja. varnost je tam, za varnost je poskrbljen. Tam, da otroka, da zgubiš, se ne rabiš sekirati, ti ga, Ja. oni nima Volt, ampak Nun pa Karim. Ja, Ti ga po moje dostav na dom, reče, pozabil si otroka, tega ga imaš v ruzaku. Greva zdaj v bistvu na to, mičkam bo šla zdaj, mičkam bomo mezmo skakali, veš, to je moj nek roganski princip, po moje. Pa ne, da bi te zmedel, ampak mogoče čisto. Meni se zdi, da se pripravlja malo teren za razveljavitev teh volitev.
Misliš? Da so začeli, ajne 5 stvari so zdaj izjavljali, od unga, kaj je Woke ali kaj je tisto, je rekel, da to je tak primer, kot v Romuniji, se veš. Zdaj vsi ti napadi, kibernetski, pa tako, kaj misliš, da se lahko zvlečejo na zgodbo o tem, da je bilo toliko enih motenj zdaj zaradi, rekel, Repiča, oziroma vse zgleda, da je zaradi tega, da bi lahko pol na koncu po teh volitvah rekli, da so bili komunikacijsko onemogočeni, oziroma da je bila njihova demokratična moč besede vzeta zaradi teh raznih napadov, ker to ponavljanje, ki se zdaj dogaja, in celo primerjanje z Romunijo strani najvišje inštance, se mi zdi tako zelo. Mislim, če se zgovarjajo na kibernetični napad, da jih je omejil pri sami svobodi do te kampanje, potem je to tako malo nesmiselno, glede na to, da sami zapirajo profile, pa pustimo zdaj, kaj je po njihov razlog. Ampak dejstvo, da ti zapreš svojim uporabnikom obstoječim, ki so realni, da zapreš možnost komentiranja objav, je tudi na nek način vplivanje na demokracijo in svobodo izražanja. Ne. Se pravi, dejansko tudi oni sami želijo omejiti. Sami sebi škodijo na nek način. Sami sebi škodijo. Skrivaš komentarje, pa tudi to negativ, drugače. Definitivno, mislim. Se vidiš, ne vem, objava ima 20 komentarjev, odpreš komentarje, ti pokaže samo 2. Ne. Ja. 18 jih skrijejo in ti kot uporabnik, če si nekaj napisal proti njim, ti kažeš zmer ta komentar tam, drugim pa ne pokaže in pač na ta način hočejo shadowati vse po vrsti, da pušča samo tiste, ki se strinjajo z njimi. Ne. Kdaj si ti prvič v lifeu ugotovil, da imaš neko moč mikrofona, oziroma da ta video medij, kot tak, ta tvoja prezenca tukaj nekako translata tudi gledalcem, oziroma kdaj si ugotovil, da imaš ta talent za ustvarjanje vsebine ali pa vsebine, ki ljudje radi pogledajo? Mislim, že v preteklosti, od tega je že več kot 10 let, ko smo prvič začeli testirati live streame, recimo live stream opcijo na Facebooku, sem vedel, da lahko navlečemo pozornost ljudi samo tako, če počnemo v živo neke neumnosti. Ne. Prej smo poznali live streame, da ti v živo spremljaš prek televizije neko dogajanje. Ampak da bi ti kot uporabnik lahko v živo nekomu poročil, kaj se dogaja, je pa Facebook, mislim, da bil med prvimi. In takoj, ko se nam je vklopila ta funkcija, sem jaz pač izkoristil in počel vse primerne, oziroma večinoma so bile neprimerne vsebine in take in drugačne, zato da navlečemo pozornost gledalcev, da vidimo, koliko enih ljudi dejansko lahko dobiš z eno platformo. Ja. Kaj pa je bila najbolj neumna stvar, če se spomniš? A niste nekaj se vozili pa v centru za avtom, ali to nek drug video? Ja, tudi to je bilo, ampak ne vem, ko smo se v Harry Norman zaprli. Pici in Pero šov, ja. Ja, okay. Ja, to je bil res en tak šov, ampak takrat smo že ugotovili, ko so se ljudje hoteli z nami povezati, ko so videli, da imamo nek doseg, ko so hoteli marketing prek nas furati, smo videli, ok, očitno to nekomu odgovarja, očitno se da to izkoristiti in pol je bil tisti Harry Norman, pa par takih live streamov. Ja, tisti sem slišal, ja. Tisti je tako, res, to so bile številke, ki si ljudje danes, že za danes je to, da te od enkrat, ne vem, 15,000 ljudi gleda na streamu, ne. Jaz se ne spomnim, kdaj je imel kdo to, pa smo takrat mi v tistih cajtih imeli. Tako da algoritmi so takrat bili ful boljši na Facebooku in dobesedno je bilo nemogoče, da nekdo gleda live stream, pa da ne obvesti še njegovih 100 drugih prijateljev. In tako pač enostavno je bilo. Se strinjam, ful so bili drugačni časi. Moja zgodba je bila, da sem imel od 2007 do 2014 eno družbeno omrežje, ki sem mu rekel genspot.com. Okay. To je bil tako kot moj video.com. Tega se ne spomniš, ampak to je bila platforma, ki je bila zelo podobna današnjemu Instagramu. Lahko si objavljal pač fotogalerije, lahko si imel videe. Imeli smo prvi pre-roll, mid-roll pa post-roll na svetu, ker smo iz nekih porno portalov neke kodeke dobili in smo lahko videe predvajali v spletu vmes na konc. Tako da je bil velik community, bilo mislim, da okoli 367,000 registriranih uporabnikov, pa več kot milijon naloženih videov. Pa ful zbrisanih uporabnikov, tudi so nalagali enih neprimernih vsebin. Ampak zato, ker sem imel to platformo, sem v Sloveniji bil kao takrat nekako znan, da se tudi s temi družbenimi omrežji ukvarjam. Tako smo imeli pol še, v bistvu smo zanivajo Parano pa podobne na družbenih omrežjih te prve korake, si predstavljali 2007-2008.
si zjutraj, ko je padel sneg, napisal Sneg je zakon, si naredil skupino in ta skupina Sneg je zakon je imela 80,000 userov zvečer, veš. Noro. To je šlo takole, veš. Noro. Tako da se je dalo ful nekih spinov delati, pa ti Sneg je zakon smo pol spremenili, da smo promocije za smučišča delali, pa tako se veš, nabral si se nek ta social capital na zelo lahko Engagement, na te zadeve, a ne. Tako da kar dobro poznam, ne. Tako da ta dramatika momenta, trenutka, zdaj pa takrat je drugačna, ne. Ljudje so se malo navadili, da ni vse na internetu, da takoj klikneš in je to. Daj mi povej, zdaj predstavljaj si, da imaš neomejen proračun, kjer avto bi parkiral pred tem studijem? Še malo bi tako, malo greva plešovat, Joe Rogan. Jaz vem, kva bi parkiral. Ne znam pravilno izgovoriti, ampak tistega Bugattija, ki so samo enega naredili, samo eden je črn, je pa mislim, da je zdaj na švicarskih tablicah. Na švicarskih, mislim, Kaj je one of one. One of one. Love, ne bom ful znal poznam, izgovoriti. napisal sem 4000 člankov, ampak toliko je special editionov zdaj, veš, od teh avtomobilov, da Tega bom pred snajdel. je to nek Rolex, če zares, mislim, Rolex Ja, plus. mislim, res je poseben La Voiture Noire. Tole mi je prizadeto lep avto. Da ga bova dala. Ja, to sem videl. Samo eden je. Ja, res lep, ja. Po mojem so ga na neki po japonskem vlekli, če se spomnim, sem članek pisal. Videl sem ga nekje že na cesti, prek videa v živo, ne, Ja. ampak mislim, da ima švicarske table trenutno. Kva si bolj vino, viski, pivo? Ne pijem alkohola, ne preferiram tega, ne kadim, ne konzumiram drog, tako da nič tega. Kaj bi tvoj prvi velik zaslužek, tako? Da se spomniš, si rekel pismo, zdaj me je pa, da smo pa odlomili, tako, zdaj pa to. Pa mislim, ta zadnji zdaj je tako rang cifra. Z AI-jem. Ta teh 800 plus v 3-4 Ja, dneh, ne? 5 dneh, 800 Petih. nekih, pa še malo ti. Jaz sem tvoj kupec, tako da. Ampak še pa imam zdaj problem, nimam cajta. Jaz sem šel čez te file, pa sem videl, da uporabljava podobne stvari. In meni je bilo to že v bistvu plačilo, če sem čisto iskren. Okay. Ker jaz te kljukce vedno iščem v life, vedno iščem bližnjice, najbrž tudi ti bližnjice iščeš. In meni je bilo že to prav, da sem rekel, ok, prišli so do enakih pogrotavščin, uporabljamo iste orodja, približno iste pakete, pa sem še malo prisluškoval temu communityju, malo gledal, kaj community prav, malo sem tiste komentarje prav, zdaj bom pa mulco dal in password. Kako se ti pa zdi community noter? Community ful živ. Community ful živ, fajn mi je bilo, mislim, naredil si vse, mislim, po marketinški vidiku, če bom rekel, ste naredili vse prav, in jaz sem videl, da bo ta glaven value tega produkta community. Tako je. In Ta glaven value tega, ker tukaj noter boš dobil, tam sem pri Hicksfieldu so me nategnali, sem šel na paket, a veš, daj rajš to vzam, ki je 7 € razlike, a veš, te stvari, ki je drugače, to je tisto, ni to, koliko je vreden, koliko stane v prvi liniji. Community imamo ful močen in... Ampak so tudi te platforme, bom rekel, da kar reč pizde, in te tokrat nategnejo s temi paketi, Ja. da skozi moš upgradati, pa težko upgradaš, ne, a veš, to se mi zdi po mojem. In če odneseš to, tudi en fotograf me je klical, sem rekel, ti mene sprašuješ, kot tvoj shooting na dan, 3-4 ure, a veš, ti mene sprašuješ, se ti to splača. Zračuni si, se ti splača. V 5 minutah se ti splača, če ne zajebaš. Res je. In to je tista ta glavna vrednost. Tako da, to, pa tudi jaz mislim, da se bo zdaj kol tega AI toliko spreminjali, da boš mogel itak skozi graditi in da to je nek kontinuiran projekt. Zato smo pa naredili to in smo tudi določili tako ceno za celo leto naprej, ker skozi posodabljamo, se pravi, vse novosti, ki pridejo na tem področju, se pravi, res imamo močno ekipo v zadju, ki so lokani po 12-14 ur na računalnikih in samo dela in oni so tisti, ki potem ločujejo pleve v stran od res kvalitetnih stvari in potem temu primerno ti dobiš sample dobrega prompta, ki dela, a veš. Točno to. Zato dobiš realistično sliko nekega bojevnika na podlagi nečesa. Mislim, to je, pač jaz vem, ker sem v bistvu zdaj tako delal, da sem si how-to tutoriala na YouTubeu, a ne, sem si print screenal, sem si zastavil pa print screenom, pa sem dal po AI, da mi je prepisal prompt, ker je bil prompt sample napisan, a ne.
Mislim, se veš, take stvari. Zdaj, če imaš to na enem mestu, da imaš vse tam, da primeš, pozameš, to je. To je po pol mojem, en life hack, mislim, ko imaš te Ja. stvari enkrat naštudirane, ko imaš bližnjice ustvarjene, potem to preprosto. Jaz imam tudi za en projekt, bi pa rad združil pod eno platformo, sicer bo to platforma Reformator, ker hočem, da je nekaj naboja, ampak bom vse jezikovne modele bom združil pod enim oknom Okay. in vse vizualne pod enim oknom. Tako da, hkrati bo pa tudi tečaje, ampak niso štartali na te AI tečaje, po ustvarjanje avatarjev, pa to, ampak kako uporabljati to umetno inteligenco. Probali bomo pa narediti tako neke learning kurse, ki jih bo lahko vsak vzpostavil, pa tudi pol vsak tržil. S tem, da boš imel pol vse te modele na eni strani, a veš. Ja. Da se ti ne bo treba na 10 prijaviti, a veš, ker kdo bo zdaj delal 700 fotk na Hicksfieldu na mesec, a veš. Ja, Zdaj ja. tako, a ne. Rabiš pa ne vem, nekje rabiš imeti Groka, nekje rabiš imeti, a veš, ChatGPT, nekje rabiš imeti nekje delaš 14 dni boljš Gemini, se veš, kako je. Tako je. Ko da ima Vsak ima menstruacijo, svoje, vsak LLM ima menstruacijo vsake 14 dni, ko oni malo te uteži spreminjajo, rabijo kapacitete za nove modele in pol se stvari skozi v bistvu čez cel ta spekter. Jaz vidim, jaz ne morem verjeti, ampak mi pri teh agentih zdaj to 14 dni ostane isto, a veš. Skozi se ruž, zato ker oni skozi utežijo v zadnji sem spreminjajo, a ne. Tako je. Tako, kjer film si gledal več kot 5-krat? Ne reč botrno. Kva je tak film, ki bi rekel, da je kulten film, pa da Ko me jaz to nekje v vsakič nasmeje, recimo, ko to tam opjeva. Ene take življenjske lekcije noter in vsakič, ko ga pogledam, pri tem filmu imam občutek, da ga prvič gledam, ampak še zmeraj vem, kaj se bo vse zgodilo, ampak me vsakič z se nasmeje. Ista intenziteta tega tako, filma je. Ja. Tako, 1984, Čiljan, mislim, da je bil režiser tega filma. mislim, da je. Jaz sem ga uspel spoznati na Grossmanovem festivalu na Ptuju. Hudo, In sem bil z njim skupaj v raftu. hudo. Smo šli raftati, tako da je taka zgodba. Ja. Noro. On je res legendarna osebnost. Daj občutek, da si, ne vem, ujetnik te svoje lastne publike, da si malo, da rabiš producirati, da rabiš temperati stvari, da te to že tako mičkan, da ti tako malo zadnji sedi vse skupaj. Definitivno je breme, zavedam se neke odgovornosti, ki jo nosim s tem, ker imam tudi tako bazo sledilcev. Ampak vseeno, ko imam občutek, da se moram spočiti, se pač spočijem, ne objavljam, ne forsiram jaz z objavami. Včasih tudi po par dni ne bom objavil nič. Nimam, hvala Bogu, nekoga nad sabo, ki me plačuje, pa reče, ja, zdaj pa moraš objaviti za to kremo narediti ali pa za ono, pa tretje, pa da bi jaz čutil še nek dodaten pritisk, ker ga ima večina influencerjev. Zgodba je, ne, da te pravi influencerji rabijo oglaševalcev. In zelo podobna zgodba je z Bitom Severom. On tudi nikoli ni rabil oglaševalcev. On, ki je naredil svoj prvi merch, je bilo na 50 € v 7 minutah prodanega. A veš, to je bilo tako pač. Teden dni se je matru, deluje neke šutinge, pa je pa posnel svoj kombi in to je to. Jaz sem bil njegov, po moje, pa ga prej nikoli nisem poznal. Jaz sem bil na YouTubu njegov tam med 50 pa 60 sledilc. In prvi vlog, ki je dal ven, sem poslal eni prijateljci, ki je v eni agenciji tako na visokem položaju in sem rekel, nujno spremljaj tega človeka, ta bo ful daleč prišel. Pa sem jaz bil 57 ali nekaj taka številka je bila, mala pod 100 je bilo. In sem mu pol tudi ob eni priliki dal par nasvetov in me je poslušal. In sem mu res dal poudarek na to in pol čez nekaj časa, ko mu je uspel, pa to so se enkrat srečala, neka zabava je bila in mi je rekel, nisem pozabil tisto, kar si mi rekel, hvala ti za vsak nasvet in tako. In je res delal, vse je delal perfekt, bil je organski, bil je pristan. On je eden tistih, ki daš tako kamero gor, pa je 130. Ja. Še ono živo, sem videl pogovarjal, sem eno dvakrat, sem ga malo hecal, sem dokrat takole, telefon se, da boš lažje povedal, veš, ko smo se kaj imeli, ja. Ful ga cenim, ful je naredil razliko, razliko v tem prostoru, v tem kontekstu, da se je spravil tudi na televizijo. Naredil je pač pa tudi to, da je točno tako kot ti, ne. On ni sužen algoritmov.
On, ki se pojavi, gre to tako, a veš, če ima, ne vem, 80.000 sledilcev, ima dosega 110, ne. Zato, ker 21 sledilcev pa to stvar naprej pošlje, no. Res je, res. Tako da- Lojalne sledilce ima, ki ga res podpirajo, ki vidiš, da hočejo, da se njegov content širi, in pohvalno, jaz ga tudi podpiram. Da mi povej, kakšna je cena tega, da si vsak dan v vojni na internetu zdaj? A je to cena spanja, ki jaz vidim, da si hitro pogruntil, da kaj ni v redu, da Ne, tudi zdaj, ko vidim, kako gledaš, čekiraš te message, ki smo se zdaj, vidim, da si skozi v bistvu. pravnem stroju. Ja, ne, se si ne pustim, da moj spanec je drugače ful dober. Jaz imam na srečo, ko sem utrujen, pa ko spustim glavo, jaz zaspim v parih sekundah, tako da s tem nimam težav. Je pa res, da včasih me loka not in pač padam not in hočem skonzumirati čim več informacij, zato da lahko zanaliziram, kaj se dogaja, in recimo, da mi zdaj možgani dela na ene 200% in da mi jih malo kurne, ampak že odprej vem, da najbolj funkcioniram, pa najbolj sem dosleden, pa natančen takrat, ko imam pritisk nad sabo, in to je tudi ena od mojih prednosti. Da se To najbolj. sem te hotel vprašati, pa po mojem ni tukaj, ker ima po mojem 400 vprašanj. Ja. Pa meni, da je bilo vprašanje vmes, kaj bi rekel, da je tvoj največji talent ali pa najmočnejša točka, kje si pa mogoče najbolj šibek? Najmočnejša točka mi je to, da se znajdem res dobro pod pritiskom in da zmer nekako, ne da vidim, ampak probam biti 2-3 koraka pred vsemi, a ne. Ja. To je definitivno moja prednost. Pa kje sem pa šibek? V bistvu prednost je tudi to, da se me ne dotaknejo stvari, Ja. tako kot recimo To je večina pomembno. influencerjev, se pravi, ne more vplivati nekdo XY na moje mnenje, ki me sploh ne pozna, in če jaz vem, da je moja realnost drugačna od njihove percepcije, ne, Samo, mislim, ti me to- enostavno ne more spremeniti. Dotakne se me, ko nekdo od mojih bližnjih, od ljudi, ti to sem te hotel vprašati, ja. ki me poznajo v hrbtenjačo, Ja. ki vejo, kakšen sem. In ko jaz od vsega tega šundra začnem mogoče kdaj delati kakšne napake, in ko te ljudje, ki jih imam rad, ki vem, da mi dobro hočejo, ki so ob meni, ki me oni opozorijo na kakšne napake, se me dotaknejo v smislu, kam tako hitim, zakaj nisem to prej sam dojel, in pol jih poslušam in probam to kritično Kdo zanalizirati. je to? Kdo je to? Par ljudi je, ni jih Okej. veliko. Ker jaz mislim, jaz sem tako, ko imam ful neko, v moji imam eno tako hrbtenico. A je to tvoja mogoče? Ali Ne, je to tako? moja mi pride do živega, da ve, kako me sprovocirati na en tak lahek način, ampak še zmeraj mi je Se to je tudi to ona. ljubezen, nimaš kaj? Tudi ona mi je v veliko oporo, sploh zdaj, cela ta situacija, ki se je zgodila na Brniku, sem dojel pač, da je Ja. ista pravega testa, in da pač težko je najti žensko, ki bo v tej situaciji ne bo podlegla manipulacijam policistov in takim in drugačnim pritiskom, ampak jo to še bolj razkur, da je še bolj uporniška, tako kot Ja, jaz, saj in pač tako. ne To pride. nas vse malo razkura načeloma. A Verjamem. obstajaš v horoskop? Mislim, verjameš v te astrologijo, horoskop? A se ti to zdi, Ne. da je čist... Ne, meni je to zelo satanistična stvar in pač ne verjamem v te, verjamem, da samo Bog vidi v prihodnosti in ve, kako se To bodo je bilo stvari tudi eno od vprašanj, ja? odvijale. A imaš v teh trenutkih, ko je težko kontakt? Pa- Se ti zdi, da moraš... Bile so situacije, ko sem se zavedel, da ne glede na to, koliko enih skrbi imam od zunanjih faktorjev, da tudi če je cel svet proti meni, če je on na moji strani, sem dobesedno nedotakljiv. In tudi če bi mi vsi moji sledilci in cel svet hotel pomagati, če se on odloči, da nekaj ne bo tako, kakor si vsi mi želimo, se pač ne bo zgodilo. In bile so ene situacije, ko sem bil malo v strahu in sem si pol rekel, pa to pomeni, da če sem jaz v strahu, jaz dvomim v njegovo moč in v sposobnosti, ki jih on takole naredi, ne. In sem se v teh situacijah umiril, sedel nazaj, opazoval, kaj se dogaja okoli mene,
In ne moram zdaj natančno, ne želim govoriti, kaj se je dogajalo, ampak sem dobil tako, samo v zadnjih 3 dneh sem dobil v enih momentih take potrditve, da me nekdo čuva in da je to samo en, da ni edini. Ja. In pač jaz živim v tem prepričanju, da pač si ne smem dovolj, da se vežem na stvari, na situacije, na obdobja, na materialne stvari, ker je vse minljivo in pač enostavno se moram prepustiti zaupanju. To je to. Hej, ta podcast poganjajo lajki, šeri, pač pa vaši komentarji, še najbolj pa šeri pa lajki na teh platformah, audio platformah, a ne, Spotifyju, Apple podcastu. Tako da zahvaljujem se za oceno in spremljaj naprej. Zdaj, ta podcast ne bi bil podcast, če ne bi se tudi lotil tega, kako je prišlo do teh tvojih zapornih kazni. Jaz sam fragmente sem videl, po pravic nimam cajta. Vem, da sem imel z Uršo, sem imel teh pogovorov, dva slota se mi zdi, to je bilo 4 ure, nekaj izpovedi tvoje. Jaz nisem šel čez to, ampak vidim neke fragmente, v Štepancu se je nekaj zgodilo, neki kolibi, neki si neko marico, neki se je nabral, odprej nazaj. Kaj je to tebi sprožilo? Ker jaz vem, da se veliko ljudi borimo s demoni. Ne. Mene so tudi sosedje 2 meseca nazaj spoznali v čisto drugi luči. Tega Marišana, poredenega iz Štepanca, po domače povem. Tako da verjamem, da pride, veš, v človeku veliko lahko v življenju, kaj tako ven, rekel, neželenega. Ne. Pa sigurno, mislim, odraščal sem v enem takem okolju, kjer nismo poznali strahu, počeli različne neumnosti, nismo razmišljali o posledicah. In takrat v tistem obdobju živiš v prepričanju, da karkoli delaš je prav in da ti noben nič ne more in da ti noben ne more pometvati. No? In pol narediš sam ali pa v družbi nekoga kako neumnost, ki te pol drago stane. Ja, in pač prideš v situacije, znajdeš se, ki ti je pol žal, ampak enostavno jih ne moreš spremeniti. Ne? In to je pol nek pečat, ki se te drži. Zdaj pa, kdo vse bo to izrabil oziroma uporabil proti tebi, da te diskreditira, to je spet njihovo orodje, ampak enostavno, kakor sem že prej rekel, jaz se zavedam, sem zelo samokritičen, vem, kaj vse imam še pri sebi za popraviti in skušam biti čez dalje boljši človek. Ne? Zdaj pa po vseh teh ožigosanjih, ki jih imam odprej, nekako imam občutek, kakor da ljudje zdaj ne želijo ali pa ne potrebujejo od mene, da se jaz izboljšam ali pa naredim kaj dobrega za družbo, ampak samo hočejo meni dopovedati, da nisi ti zdaj ta pravi človek, da pametuješ, da ti popravljaš, da ti rešuješ stvari, zato ker si to pa to naredil. Ne? In a s kaj odnesel z te ulice? Kako pravilo za življenje? Se ti zdi, da še vedno po pravilih ulice živiš na nek način? Ja, ogromno je pravil. Ulična šola je nekaj, kar to je ena taka izkušnja, tak zaklad, ki pač ga večina ne more dobiti. Ne? In ta praksa iz ulice je nekaj, kar se mogoče danes jutri obveščevalci učijo iz knjig, ne? In ne bodo dovršili do te. Ne bodo razumeli, ker niso tega doživeli. Ne to. Oni poznajo teoriji te metode, recimo, ali je to zasledovanje ali tret. Ampak nekdo, ki je na ulici odraščal, te senzori sami od sebe zgodijo brez. Jaz včasih preberem kako knjigo, ne? In pol najdem stvari noter, ki sem se jih na lastni koži naučil, pa sploh nisem dojel, da sem se naučil s tem namenom, da bom zdaj razumel to, kar ta knjiga uči. Sprav nekdo se prvo loti teorije, pa pol jo prenese v prakso. Jaz imam pa take izkušnje, da imam ogromno prakse, pa potem, ko berem teorijo, povezujem s to prakso, ki jo že imam. Pa zdaj veliko bereš teh stvari, ste dotaknili? Trudim se čim več brati pa učiti novih stvari, ampak recimo, da se ne posvečam toliko knjigam, kakor bi si želel mogoče. Zdaj, ljudje na ulici spoštujejo moč. A si misliš, da te spoštujejo, ali se te tudi malo bojijo zdaj ljudje, glede na to, da če pogledava zdaj zadnje 2 leti, je bilo tako fulnega kaosa, od Čaleta, Saleta do teh pedofilov, ki jih uspešno razkrivaš. A je to zdaj
Mene je bilo nekaj, sem dobil kak mesec od kakšne influencerke, a veš, on lahko vse njega se bojijo, ne se vtikati, pa tako naprej, a veš, so ti komentarji. Kaj misliš, da je tukaj? Ja, verjamem, da se me marsikdo ustraši, zato ker vidi, kakšne so posledice bile pri vseh tistih prej, ki sem se jih lotil, ampak jaz še zmeraj vsakemu pravim, da ni razloga, da bi se mene kdo bal, ker meni se konkretno moraš zameriti ali pa moraš narediti nekaj tako hudega, da se meni zdi to Zelo sporno, narobe, ja. da jaz pol to javno izpostavim, ne. Zdaj, večina tvojega kontenta bazira na tem adrenalinu, a ne? Na teh zelo novičarskih prvinah, a veš, nekih razkritih aferah. Jaz moram pohvaliti tisti tvoj video o Romih v Novem mestu. Mislim, da 270,000 ogledov približno. Zdaj sem ga že ne 2-krat ali 3-krat shout-out, sem rekel, tudi če bi bil na Videl sem. tudi če bi bil na RTV Slovenija, a veš, bi bil mislim, da bi ga ljudje z veseljem pogledali, no, tako da to se mi zdi. Je pa ta žanr težji, mislim, ful je potegnil, ker je bil ful aktualen novinarski, ne? Ja. A si želiš, da je kaj drugega ustvarjati, kot v bistvu te spletne afere? Se vidiš mogoče kot ustvarjalec, ne vem, reviewer dobrih ur ali pa, ne vem, da bi kaj drugega, a veš? Jaz sploh nimam nekega pravila ali pa neke tematike, ki bi se mogel skozi držati, ampak enostavno delam čisto po občutku, ki mi zapaše, bom posnel vlog, ki mi zapaše, bom naredil nek svoj dokumentarni prispevek o nečemu, ravnam se čisto po svojih lastnih občutkih, kaj se meni zdi dobro v tem momentu narediti in za kar mislim, da bo enega dne ostalo na internetu in bodo ljudje tudi po moji smrti lahko še pogledali, s čim smo se ljudje soočali, kaj smo delali, kakšne kreativne misli smo imeli. Tista z Natašo Pirc-Musas, predsednica, je bila dobra. Jaz sem se toliko smejal, sem ugasnil, sem dal rekord, sem dal naprej, Ja, tisti moment je bil tak zabaven tudi za mene. Nehal sem se toliko spuščati na osebni nivo, v vseh nekih teh bitkah, bom temu rekel prej, ne, sem se dosti spuščal na osebni nivo, kar tudi odbije določene gledalce, si misel, lega tega kretena, ne, mislim, ni potrebno vsakič se na osebni nivo spuščati, tudi v celi tej drami zdaj z to vlado in direktno s premierjem Robertom Golobom bi se lahko na 101 način spustil na osebni nivo, ampak ni to poanta, kdo je on v ozadju, kaj on počne v privat lifeu, poanta je, kaj on počne za vse nas, katera njegova dejanja vplivajo na vse nas. In enostavno sem začel samo take stvari izpostavljati in tudi pri Musarjevi je bilo tako, da pač mislim, da ga skoraj ni človeka, ki je javno izpostavljen, da za njega nimam nekaj v predalu, da mi lahko nekaj učita, pa da mu jaz ne moram nazaj reverse karto. Ja, definitivno. Vrš pa rečem, ok. Tista je bila dobra, sinom pol pa... Ja, sin je moj fan, ne, in tudi ko sem snemal takrat, ko je ona meni postavila vprašanje, kdo ste pa vi, sem vedel, da si s tem samo želi pridobiti čas. Zdaj malo pauze, ne, da razmisli, kaj bo njen odgovor, ipak je ful enih novinarjev, tematika je bila taka zelo pomembna. In sem vedel, na katere karte, bom temu rekel, igra, ampak pol sem šele ugotovil, da me v bistvu njen sin spremlja, ne. Aha, okej. In sem bil tudi toliko fair, ne, da sem rekel, da zdaj v fazi montaže, da lahko dam jim predogled, ker je ipak predsednica države, da si pogledajo vse skupaj in da mogoče, če imajo kako pripombo ali pa kaj, me lahko opozorijo na to, ne. In se mi je javila iz kabineta ta njena zaposlena, in je rekla, da bi bilo super, ampak potem sem jaz imel toliko enega dogajanja, da jim nisem uspel to pravočasno poslati. In ko je to prišlo ven, se je tudi njen sin pol oglasil in sem rekel, vprašaj mamo, kaj si misli, zanima me res, kako ona to vidi. In mu je preko njega mi je odgovorila, napisala in sem vzel to zelo lepo in pol na koncu pa eto, vidimo, da naslednje objave so pa bile pač. Greva zdaj še malo k ti tvoji poslovni poti zdaj, no. Če zatem smo tukaj Repič kot milijonar, vplivnež leta, ki bo ratal podjetnik leta, malo za hec, to je medno slovo, zdaj tukaj leži zares, ne. Dotaknila se tega, da vplivneži te pravi ne rabe oglaševalcev, ker posel pač naredimo drugače.
povej mi malo, kje je ta ideja zrasla za AI Akademijo? Kako si ti to v bistvu dojel, da je mogoče en trenutek v vesolju, ne, kjer bi vsi radi delali te AI influencer, ker je tehnologija tam, pa da si to uspel narediti, pa tako strateško odlomiti, ne. A si se to kje naučil, si to kje preplonkal, ker sam sistem odpiranja pa zapiranja prijav, pa launcha, pa tukaj je, mislim, čisto tako jaz rekel, to je tako roadbook, nekdo bi mogel zdaj print screenati zadeve, a ne, ker zdaj je po psihologiji, a veš, po psihologiji marketinga pa prodaje, ne, je bila 10 out of 10, ne, to ne zna Hvala. noben launchati tako avtomobila, Hvala. noben ne zna Cenim. launchati tako neke zadeve in res si v bistvu splezel tukaj, tako da si v 5 dnevih odlomil 800 plus, ne, tako da to, kako si to strateško, a si fante najdel, mislim, ekipo, ki so tako dobro to, ali si ti vedel, da je to, čutiš to? Tako je, jaz sem se že prej povezal z 2 fantoma, ki sta tudi pridna ustvarjalca na tem področju in imata sigurno več znanja glede AI-ja kakor jaz, in smo takrat začeli ustvarjati vsebine za Babičeva AI, ne. Ja. In to je naš nekak kanal in tukaj smo čez to začeli ustvarjati te vsebine, ampak skozi smo iskali več in več. Pol smo se pa povezali še z 2 fantoma, ki sta tudi del tega projekta, in to je to, ke imaš ti na kupu ekipo pravih ljudi, ki imajo isti cilj, ke noben ni pohlepen, ke si vsi želimo narediti neko veliko zgodbo iz tega in ustvarjati in biti produktivni, pol take stvari sploh ni težko speljati, ne. Vso to znanje se je nabiralo čez čas, nekdo ga je imel več na tem področju, nekdo na drugem. Jaz sem ga tudi nekaj imel, ampak največ je pripomoglo to, da imam jaz pač bazo sledilcev, ki mi zaupa, in sem tudi njih opozoril na to, če gremo to delati, želim, da je res na nivoju, da je kvalitetno in da mi danes jutri noben ne more zameriti ali pa reči, da je bil nategnan, ne. To ima jaz tudi podobno zgodbo zdaj, čisto tako. Našel sem zelo pametne fante, poslal enemu, ki ga najbolj cenim, enemu sistemcu sem poslal kontakte, sem rekel, daj mi to preveri, kaj ti fantje znajo, a ne, malo prebrski. In sem dobil res ekipo in upam, da bo tudi, mislim, rekel, da bo podobna zgodba, ker se jo bom lotil malo drugače. Jaz mislim, mičkam tukaj državo v bistvu na nek način kontrolirati. Z algoritmi umetne inteligence, razna javna naročila mlet, pa razpise videti, kako so napisani, pa tako naprej, ker to se zdaj res da, veš, če to napneš po parih modelih, prideš že vsak si to lahko naklika sam, ampak če naklikaš v sistemu nekih stvari, pa do zadnji neki mail dobiš veliko podatkov, tako da jaz bom tudi neke vrste malo nepridiprava, no. V drugem segmentu mi je pa fajn točno to, ker sem popolnoma neodvisen, veš, lebdeč v zraku, tudi tako kot ti zelo nevezan na ta materialen svet, in mislim, da se malo takih, ki imamo ta komfort, veš, tako ne vem, kva nas drži, veš, dokler so bili ti druga dva, ta starejši 25, ta srednji 23. Toliko stare otroke imaš že? Ja. Jaz sem bil... Okej, si vsi, ampak še zmeraj... Ja, jaz sem star 47 let, zgodilo se mi je pri 20, da je zanosila, pri 21 sva imela otroka, zato ker sva imela neko možnost, da tega otroka imava. Jaz sem že delal v domačem podjetju, ona je pol zraven delala, najprej nekje drugje, pa pol tam, pa nekako ni bilo teh finančnih, dajmo reči, mislim, ni bilo toliko eksistenčnega strahu, a ne. Zdaj, če pri 21 si pač pogumen, pa nisi pameten, pa če nimaš eksistenčnega strahu, se pač odločaš. In mi ful ni žal, zato ker so zdaj ti moji otroci spet kurje pot. Moji najboljši prijatelji, kar je slabo. Ker otroci smo bili najboljši prijatelji. Zakaj misliš tako? Veš, kako je. Ko sem bil mlad, nisem znal biti fotor, ker si premlad. In zdaj, ko sem star, smo pa bolj prijatelji kot fotor. In je pol ta odnos, veš, še bolj tako, no. Oni mi vse povejo, včasih kaj nočem slišati, veš, kako je to je rock'n'roll, drugače. Ampak spet, zamislil si situacijo, da si jim fotor, da ima neko, bom rekel temu, spoštovanje, lahko tudi straho spoštovanje do očeta, pa da ti ne povejo za stvari, pa zabluzijo nekje, pa jim ne moreš več pomagati, tako da mogoče to sploh ni slabo, no. Ne, ful dobro je. Oba sta v tujini. Ta srednji sin je šel pri 21 na izmenjavo, pa pristal v Estoniji, zdaj že 2 leta v Estoniji, ta drugi v vojski.
se je ujel tam, pač to je on je vedno bil Counter-Strike Ja. v teh klubih, zdaj je šel v Budimpešto na to svetovno prvenstvo v Counter-Strikeu. Tako pač, kaj če ti Tako da. reči, pač človek, ki je za vojsko rojena, veš, ko ne moreš. Grejo nazaj, ker so zdaj daj povej, AI čez 10 let, kje ti to vidiš, ker to gre zdaj pa tako pri videu. Ne upam si trditi, ampak mislim, da že v kratkem bo toliko enih vsebin na internetu, da več noben, tudi največji strokovnjak ne bo več mogel ločiti, kaj je res, kaj ne, kaj je fake news, kaj ni. In mislim, da vse te elite, ki kontrolirajo ta svet, bodo to lahko izkoristile in se zgovarjale, da je AI in tako naprej. Ogromno bo enih manipulacij in mislim, da se to vse počasi približuje nekemu sodnemu dnevu, ne. In slabo kaže, no, nočem biti pesimističen, ampak imam feeling, da gre to v napačno smer in tehnologija je super in vse, ampak tako kot vsako stvar lahko tudi izkoriščaš to kot neko močno orožje. Saj že pri teh AI influencerkah, ki jih delajo v teh grupah, Ja, je po moje najbrž nekih sporočil ozadij, ki se ljudje pogovarjajo s temi puncami, ki ne obstajajo, oziroma Mislim, poznam dejansko ljudi, ki so v tujini, ki imajo platforme, ki prek webkamerce ne dejansko, da hočejo prepričati koga, da so realni, ampak so neki karakterji, ki iz risanke. In pač ljudje imajo fetiše na to in Vse počnejo imajo marsikaj. vse, na dlako, na Fury, na In se whatever. milijarde vrtijo tukaj, ne, in malo je scary, no. Mislim, scary je, koliko hitro je šlo zdaj v roku leta pa pol, a veš. Meni je tudi scary, ko včasih vidim, ko kdo javno pove, to je pa pač, ne vem, AI neki, a ne. In če si imel še pol leta nazaj občutek, da si videl, zdaj pri fotkah ne vidiš več, pri videih si pa, dobro, ajde. Zdaj že nastajajo ti 7-8 minutni filmi, a veš, v 3 dnevih narejeni, a veš, da se razni Batmani tolčejo pa tako naprej. Sploh ne moreš verjeti, da v bistvu nekaj, kar bi Hollywood prej maštal 7 mesecev. Ful enih green screenov to nadomestili in vse. In tudi imam prijatelja, ki je v videoprodukciji zelo močen in ki vidim, kako on je zdaj povezal vso to znanje, ki ga ima od prej opremo z AI-jem. To je. Dela pač z ful manj stroški, ful boljše stvari in enostavno. Že ti AI tranzitioni so zdaj lahko nori, veš, ti nek sam posnameš eno sceno, ampak pol to sceno naplovaš na karkoli. In to, da že uporabljaš v vsakdanjih stvareh, ko snemaš kontentu, je pač neki wow, a ne. Katere poklice pa ti vidiš kot tiste, ki bodo najprej izginili? Mislim, kaj misliš, da bo to odvetnik, na primer? To je tvoj posel. Vem, da si neke pravne knjige si kupil, Kazenski zakonik. Vse, kar se na pravu uči, vse knjige, ki obstajajo, sem jih pokupil. Pa to si uploadil? Ne smeš reči? Ne, to imam lepo v pisarni na omari in pol, če cajt, ki odprem, pa si malo pogledam, pa naštudiram, pa tako. Ker s ChatGPT-jem se ne moremo pravo pogovarjati, ker je vse svaljeno, ne. Tako da mislim, da... Mi smo za davčno svetovanje ful te zakonodaje podownloadali, pa pouploadali pol v neko bazo, pa je kar šlo, no. Ja, mislim, uči se že. Dobro, ChatGPT konkretno ne, ampak ti, če narediš nekega svojega, pa da ga pušaš, pa šopaš z informacijami, pa da mu daješ neko sodno prakso za brati in tako naprej, mislim, da bi tukaj bilo ful napredka. Dej, tale, Cloudbot si že slišal za ta namizni računalnik? Slišal sem, ja. To je zdaj the next level. No, to mi že pripravljamo za naslednji launch, ne. Prav to, how to use it. Ja, pa tudi sami. Okay. To bo pač ena od tem. Nočem vse še razkriti, ampak smo ful. No, ker to bom spet kupil. Ne rabiš kupiti, ti si že plačal. Ti si en let not, ti dobiš vse te vsebine zastonj že not, ampak drugi launch bo sicer malo dražji, zaradi tega, ker pač je že več vsebin not, ampak tisti, ki so že noter, imajo to vse zastonj. To delamo zdaj ta prava promocija od malo prvega oglaševalca. V glavnem, to pa je revolucija, veš, sem bil danes na sestanku v eni ful veliki firmi, res ful veliki firmi, ki ima v 17 državah firme. In je šef poseben, ne, vse zna. Rekel, mi smo tudi zdaj te Cloudbot, pa to je zdaj next level, to bo vse delal.
Sem tako pogledal, kva sploh tebi govorim, kva delam tukaj, veš, tako prav bil tisti moment, ampak to vidim, da zdaj to na internetu čist, na YouTubeu to eksplodiralo, to je... Ne, marsikdo ve o temu veliko, ampak noben se ne premakne, pa ne izkoristi v svojo prid. Tako da mi pa res gledamo vsaka malenkost, ki se pojavijo, zanaliziramo, testiramo in gledamo, kako bomo to znanje tudi prenesli na druge. Meni je šokiral napredek pri glasbi, ne? Ja, to je pa noro. Jaz nobene glasbe več ne uporabljam pač iz libraryjo, veš, samo Artlist, pa Envato Elements, pa... Suno. Ja, vse smo imeli, mislim, vse imam. Sem bolj povedal zdaj naročnine, ker ne rabim niti za te sounde več, niti za klike ne rabim več. Nič več, ker vse si v bistvu naklikaš, napromptaš, tako da to je... Tukaj jaz vidim glasba, blizu matematike, pravo je tudi relativno s pravili povezan tam, tako pogodbo, glizne neko John Venture pogodbo sem 3 dni nazaj naredil. In pa rekel, ja, boš ti to zdaj 50 delo, pa rabiš še uno klauzulo, veš, kdo je zdaj ta glavana, ne. Tako, se to, veš, res naredi, to je noro. Okej, greva še malo k tvojemu ustvarjanju, ker drugače ne mora priti sploh do te situacije na Brniku, pa do teh reči, ki se zdaj dogaja. Tako da tukaj vidim, da smo se že veliko stvari tudi lotila. Zdaj, koliko je tebi važno, da dobiš te prave podatke, da štartaš na neko zadevo? Zelo pomembno mi je, da ta iskrenost, da rečeš, ok, jaz sem to dokumentiran, ne, zdaj, če pride zaradi upravnega spora, jaz to lahko, naj pride do njega, ker pa imam jaz te stvari v rokah, veš. Ti se lotevaš enega raziskovalnega dela, nek način nekega novinarstva, ne, pregona namesto tistih, ki pregona ne počnejo na nek način, kar je žalostno. Mislim, jaz sem še zmeraj prepričan, da so ljudje zaposleni v teh, bom rekel, organih, kakor je policija, sodstvo, da so določeni, ki res delajo načelno in se res trudijo in po PS-u, ampak je tudi dosti enih takih, ki izkoriščajo položaj, pa je ogromno enih nepravilnosti, a je v zadju politična povezanost ali ne, niti ni to pomembno. Ampak če bi naredil napako, po mojem tebi ne bi bil problem. Da bi nekako mogoče skorigiral, rekel, tukaj pa to ni res. Ne, so že bile situacije, ko sem nekaj raziskoval, pa sem prišel do napačnih informacij in sem se tudi javno opravičil in povedal, da ni to bilo tako in da sem naredil tukaj malo krivico nekomu, ampak večkrat teh stvari, bolj grem jaz podrobno preverjati in informacije in vire in vse. In ko ogromno ljudi se name obrača, jaz ti ne znam opisati, koliko imam jaz neprebranih. Jaz imam siguren čez 10,000 neprebranih sporočil. Jaz ne vem, kaj vse se tam nahaja, kdo se obrača na mojo pomoč. Je res, kolikor se postaviš v to pozicijo, to sem tudi jaz opazil, ali pa javno izpostaviš, kar naenkrat prihaja do tebe ljudje, pa do tebe informacije. Ja. Do mene zdaj toliko enih informacij prihaja, ne, pa to na LinkedInu, pa pa tret, pa moramo se dobiti, pa rabiš ti uredniški odbor ozadje, mi imamo to vse podokumentiran, pa jaz sem rekel, jaz nisem tarča, jaz se ne morem s temi stvarmi ukvarjati. Ja. Dejstvo je, da pač, jaz sem rekel, da hočem imeti neko platformo, kjer dam besedo ljudem, pol pa drugače. Zdi se mi, da bo, ko me ljudje sprašujejo, zakaj si zdaj ti skočil v to politiko, pa tako naprej. Moj posel, lifestyle journalista v 20 jezikih z umetno inteligenco, prevedenim sajtom na večjih domenah, ne, to bo crkno, veš. Zato, ker se ta špica medijev se oža, ti danes lahko Mr. Beasta gledaš v 30 jezikih, ne, lip-synkanje v italijanščini, tako da ne veš, a on govori italijansko ali prevedena, veš. In se ta v bistvu medijski trikotnik se ful meša in sem gotov, da bom edin relevantno v tem okolju pa v družbi, če bom delal nek valuable content. Tako da tako sem tudi nekako jaz prišel do tega podcasta. 2300 podcast v Sloveniji, ampak kaj če reč, bolj pozen, kot nikoli, ker pri vseh stvarih sem bil prvi, pa sem nehal, ko so ostali začeli, tako da se mi zdi, da to še ni tak problem. Okej, dobro, morava se
te zgodbe Aleksandra v bistvu loteče tudi s to zgodbo, ki se vedno znova pojavi, pa je meni ful zanimiva. Še kot da sem prvič, nisem kupec OnlyFans, nisem nobenega profila, ne sledim, pa ne plačujem, ampak mi je pa slišal sem pa ful enih zgodb. Če lahko to ljudem povejo, to je nek Instagram za malo bolj odrasle vsebine, če je zares z plačljivimi zadevami. Koliko časa ti to pač nekako furaš? Bom rekel, ne govorim kaj preveč o tem trenutno, ampak se nekako umikam iz tega posla. Imam zraven še 2 partnerja, ki smo to uspešno furali zadnji 2-3 leta. In tudi jaz prihajam do točke, ki si rečem, ok, se tega več ne rabim, pa tudi enostavno ne želim biti v tej energiji, a ne. In tudi te vsebine in vse to ogromnega materiala šlo čez moje roke in enostavno sem rekel, staneta vidva v temu, jaz sem pa počasi umaknil, ker ni potrebe, imam druge cilje, imam večje plane in tako naprej. Se strinjam, ampak je bil pa to svoj cajt, ne vem, je nek Slovenc, moški celo kao največji OnlyFans. Za ta primer, ne vem, če sem slišal, da je bil moški največji, možno, ne vem. Kao največji zaslužka, ne. Mene tudi ni zanimalo, kje preveč ta slovenska klientela, bom temu rekel, te punce v Sloveniji so pač, nočem biti žaljiv do nekoga, ampak one se znajo same znajti, zdaj pa če jim že ti to vodiš, pa to hitro se to obrne v situacijo, da potem one živijo v prepričanju, kakor da, itak to jaz znam vse sama, zdaj jaz. Res je, ljudje tega back officea v večjih primerih ne cenijo do te ravni, da bi razumeli, zakaj gre. Ko zrastejo enkrat, potem začnejo že malo izsiljevati, pa ne, pa jaz. Čeprav slišim tudi, da večinoma back office delajo moški, torej da se moški pogovarjajo. Vse se pogovarjajo, vse tudi v naših primerih se moški pogovarjajo. Chateri so konkretno iz tujine, razne te države, kakor so Indija, Pakistan. To pa kako kupaš chaterje? Mislim, najamaš jih in potem na profil imaš recimo 2-3 različna, ki se glede na časovni. Ja, to je ena taka ful obširna zgodba, ki je v bistvu. Jaz pa prej sem se že lotila teh, kako ocenjuješ ti ta slovenski vplivnostni biznis? To influencerje te, bom rekel pa te influencerje na Instagramu, pa kako vidiš to? A so se oni prav postavili napram medijem, so se znali prav prodati, ali se ti zdi, da še vedno mediji so smetano poberejo, ne glede na to, tega vpliva nimajo? Kakšna se ti zdi ta scena? Kdo je postavljen, kdo je fehter, kdo se mora še vedno prodajati, zadnja prostitutka? Tega je veliko, se ljudje sami dojamejo, ne rabiš biti ful prihten, da dojameš, a je kdo pristan ali ne, a ti kdo nekaj organsko prodaja, ki je res prepričan v ta izdelek ali ne. Ampak mislim, da vsi oni so do neke točke bili kreativni pri svojih vsebinah, ustvarjali in tako naprej. In če niso sami imeli neke svoje prihodke od prej, na katere so se lahko zanašali, so se prej ali slej znašali v skušnjavi, ko jim je nekdo ponudil nekaj v zameno, da zaslužijo za to, da nekaj promovirajo. In enkrat, ko jih bom temu rekel, ta mašinerija za uporabo influencerjev v marketingu, ko jih povleče noter in ko se oni navadijo na ta ritem, ok, zdaj pa za to, pa to dobim toliko denarja, in ko živijo enkrat od tega, pozabijo, da treba imeti zraven še en side hustle, še en side posel, da ne rabiš pol biti odvisen od teh sponzorjev. In kaj se zgodi? Oni ponavadi tega nimajo, ratejo odvisni od teh sponzorjev in potem se tudi ne morejo več obnašati kot neki pristni influencerji, ampak so dobesedno že kot neke marionete, ki jim drugi reče, ne, to pa ne smeš objaviti, ne, to pa ne smeš komentirati, ne, če se boš v tom vmešal, ti bomo vzeli sponzorska sredstva, pa bomo prekinili sodelovanje in pač enostavno. A tukaj misliš, da oglaševalci kot taki slabo dojemajo ta influencerski biznis, ali se mi zdi, da so čisto neuki v tem? Definitivno slabo dojemajo, in če ti že kot sponzoriraš nekoga, je zelo pomembno, da ga podpiraš tudi v njegovih vsebinah, ne glede na to, kakšne bodo, pač da si rečeš, ok, jaz ga bom podpiral, on me podpira, ampak tudi, če bo kdaj kaj spornega objavljal pa komentiral iz naše družbe,
mu ne bom obrnil hrbta, kakor so recimo Čeglaju to naredila, ne Gregor. Njemu so vsi obrnili hrbet praktično čez noč, sam s to, kaj je povedal. Zaradi te izjave, da so, zaradi ženske. Ja, in pač tukaj so se vse influencerke spravile, večina njih spravile na njega, jaz sem mu takrat malo v bran stopil, ampak jaz mislim, da je to bila dobra izkušnja za njega in zdaj mu je veliko boljšo life. Vse to je me lepo pospravljeno, mislim, da mi dam na Floridi, on krokodile lovi. On ga res živi zdaj in prav je tako, prav je, da se mu to zgodi. Si predstavljaš, da boš se vidiš v Sloveniji ti drugače? Ali se na dolgi rok bolj vidiš v tujini? Tako bom rekel, Dubaj mi je postal zelo všeč in dojel sem, da tam lahko nekako uresničim vse svoje cilje, plane, kar se tiče nekih projektov, že sam zaradi gospodarskega vidika, kjer dobesedno te čaka z odprtimi rokami, če si priden deloven, če nisi ena socialna pijavka, ker to tam ne gre čez, ampak če si priden deloven, prid k nam, boš kle ustvaril, boš kle delal, damo ti vse pogoje, ne bomo te kradali 40-50%, ti pobirali tvojega dobička. Samo ustvari, vlagi, deli, obrači, to je to in oni imajo tudi Media City, mene so že dvakrat kontaktirali. Ja. Ker pač, ne vem, to imam zdaj v 20 jezikih, pa pač najdejo. In je res, mislim, oni prav headhuntajo, to ni prav headhuntajo, prav vejo, ok, mi bi radi imeli te industrijo, dajmo te ljudi nagovarjati. In sem nekaj to na LinkedInu objavil, po mojem pol leta nazaj, vsi je levo, desno, ne. Jaz tudi nisem najprej verjel, veš, da je to nek Ministry of Culture, neki tam njihov, ki prav pač hunta, to je zanimivo. Tako da influencerjem, ali pa da bom rekel nekomu, ki je v neki umetni inteligenci zdaj, ali pa ima nek tak posel, ki njim target, oni pač to tako ima agenta, ki iščejo. Ja, res je. Mislim, jaz sem se šel še z 2 partnerjema in tudi mojima dobrima prijateljoma sem se odpravil tja in smo malo raziskali ta trg in imamo neke rešitve za njihov, bom temu rekel, finančni svet in verjamemo, da lahko sprovedemo to na enem res orang nivoju in se vidim tam kot nekdo, ki bo lahko nekaj spremenil, naredil neko veliko zgodbo, ampak v končni fazi jaz sem tudi sentimentalno vezan na to državo in Slovenija mi je pač res nakupuje vse imamo od narave, od vsega morja, rek, vse. Dejstvo domoljubje boli, veš. Ja, in enostavno želim si, karkoli bom ustvaril v tujini, enega dne, če bom, ne. Si želim tudi ogromen del tega prenesti sem in tukaj dejansko graditi, ustvarjati, delati neke nove zgodbe, podpirati naš ekosistem, bom temu tako rekel, in ne želim to je tudi razlog, da si ne želim, da imamo v oblasti nekoga, ki ne podpira pridnih delovnih ljudi, ki vlagajo, ki gradijo, ampak podpira samo lenobo in tako naprej. Hej, ta podcast poganjajo lajki, šeri, pač pa vaši komentarji, še najbolj pa šeri pa lajki na teh platformah, audio platformah, Spotifyju, Apple podcastu. Tako da zahvaljujem se za oceno in spremljaj naprej. Zdaj se pa lahko dotaknemo tega, kar nam leži, pa sva pustila za to, da so te spoznali, pa da sva prišla do te točke, te tvoje cenzure ali moderiranja, ali kako bi temu rekla. Kaj se ti je zgodila? Tudi cenzura? Sploh nimam več niti razlage. Mislim, zavedam se, da sem pač trn v peti trenutni vladi, zato, ker se svobodno izražam, čeprav je to neka preobleka, ki jo nosijo svobodi, ampak mislim, da vse to, kar počnejo in vse te njihove reakcije na moje objave so daleč od tega, za kar se oni predstavljajo, da so in pač enostavno vse bolj me spominja na neko diktaturo, kakor pa na... Ampak zdaj, če bi šla čisto dejanskemu razlogu, zdaj ti si kak notification dobil, ali si Meta Business Centru, ti je to kaj, ne vem, jaz sem, če ti razložim, zakaj sem že jaz imel Benano profil pri Meti, objavil sem eno jabolčno pito. Okay. Jabolčno pito na pladnju in te 2 slike sta po mojem še zdaj killerja. Okay. In je umetna inteligenca ono pito videla in je bil sexual content. In čez 2 dni smo objavili en avto kitajski vijolične barve.
Jaz bom te slike tukaj zraven prebal, ker jih ljudje ne smejo upravljati. In je tisti vijoličen avto bil kao nek violent act. Ja. Tako da lahko, strinjati se moramo, a ne, lahko je zaradi množice nekih prijav ali pa nekih posredovanj ali pa Ja. 50, 20, 30, meta pač zaznala nekaj, pa te dala v nek postren rang, pa te pol mogoče zaradi bedarije zaprla. Če se je to zgodilo zaradi tega, ker je to država naredila, ne. Pa da meta slučajno javno nastop ali pa da javen statement, a ne. Da to ni, mislim, da je to država bila, ali pa da je bilo po posredovanju policije ali pa vlade ali pa nekega, ne vem, tajne službe, ne, pol to je konc za to vlado, če me vprašaš, ne. Da se zgodi ta nek javen nastop, ne, se mi zdi, da se lahko, da tisto bi bila res afera, ne, ki bi tam zaključila to zgodbo. Mislim, da ne bi prišla svoboda v parlament, če so to naredili. Jaz verjamem samo, da je bilo ogromno prijav za moje objave, kakor da so hate speech, a ne. Aha. In pač ta hate speech je logično, da ne more priti strani mojih sledilcev, ki zvesto poslušajo moje objave, ampak strani nekoga, ki se ne strinja z mojimi objavami in vse te moje objave smatra kot nek hate speech. In ko ti dobiš maso teh prijav enkrat, se lahko tudi takim profilom, kakor je moj, zgodi, da ga pač deaktivirajo oziroma zbrišejo, ne. Zdaj, moram reči, da jaz sem že prej v preteklosti večkrat izgubil profil iz čisto drugih razlogov, hujših razlogov, da smo si na jasnem, pa sem ga dobil nazaj, ne. Ampak ta konkreten primer sem zdaj prepustil nekomu, ki se veste, vsi imajo že danes nekoga, ki ima neko kao vezo, da lahko to uredi, in pač določeni so mi obljubili, da bom profil kao dobil nazaj, ampak v primeru, da ga dobim nazaj, pač bom nekaj plačal za to. In zdaj tako je, jaz sem včeraj dobil pač en status update, da vsak Slovenc pozna, ne vsak Slovenc, citiral sem Six Degree of Separation, to je potrjena teorija s strani doktorja Jureta Leskovca. Jure Leskovec je na Stanfordu profesor, ki se tudi zelo veliko z družbenimi omrežji ukvarja, tako da je meni blizu, zato ker ga spremljam skozi njegovo kariero, pa sem imel ta družbena omrežja, pa jaz sem na svojem samplu družbenega omrežja tudi mogel kak račun zapreti, komu, ker sem objavljal svega in svačega. Hkrati sem imel pa ful stikov, pa ful kontaktov, pa ful veliko zaprte Facebook page. Okay. Tako da zadeve se rešijo. Tam niso sam roboti, so velikokrat Indijci, ki pokličejo, so ful prijazni. Obstajajo pa tudi ljudje in meni se je pol včeraj javil, da se ne more tega vera razkriti, ampak je bil en gospod, ki živi v Ameriki, ki je profesor na neki univerzi ameriški, ki je rekel, da je on to že dal naprej, da je postavil vprašanje in da to gre za demokracijo in da če to ta vlada naredila, ta vlada, mislim, da bo to Meta povedala in da bo ta vlada padla. Tako da jaz mislim, da se bo uredil, da boš ti to dobil nazaj, to pač po mojem ta baza ni zbrisana. Ja, kar iskreno povedal, jaz verjamem, da se to lahko zgodi danes jutri. Ja. Kakor mi je bilo predstavljeno, da se zadeve ponavadi uredijo v 48 urah, bi mogli to vsak čas. Če pa tega ne bo, ne? Če pa tega ne bo, pa pomeni, da to je res neka višja sila na nivoju države. Namreč Meta ima tudi war rooms, pomeni, da so zadnja leta tudi zaradi pritiska Evropske unije zelo pozorni, zaradi primera Romunije zelo pozorni, kaj se dogaja. In jaz mislim, da se vse to, kar se tukaj dogaja, se točno ve in se tudi spremlja strani Mete. Jaz sem skoraj 100%. Ker mi smo vsem ipak zdaj ena država, ki je 3 tedne pred nekimi volitvami, ni teh držav 70 v Evropi, a veš. In je, po mojem, nek fokus en tukaj usmerjen. Tako da, če to država, mislim, če to Robi naredil, ne. Robi se je ustrelil z bazuko, ne samo povedal, mogoče ni, ne moram s prstom kazati na njega, kakor oni na nek način kažejo s prstom name, da jim je ratal dobiti podlago, da je ogrožena nacionalna varnost, zato da lahko uporabijo določene. No, tukaj pridejo do legitimnosti volitev zdaj, a veš. Pa te tvoje besede proti njihovi besedi, njihova beseda itak je ta moment ena velika, bom rekel, laž, že pač mi smo se te laži navadili, ne. Saj je že od korupcijske komisije naprej, to je vse pol po svoje, ne. A veš, tako da jaz mislim, da tudi
tudi če oni nekaj odkrijejo ali pa nekaj rečejo, to ne bo več nič zalegalo, zato ker so itak si že backtrack so si zgradili, kakršne so si zgradili. Ne. Res je. In jaz enostavno sploh ne forsiram v vse te nepravilnosti, toliko, kot oni v bistvu sami sebe spravljajo v situacije, da si streljajo v koleno. In prav vprašam se, ali je možno, da imajo zaposlen tako slab tim za marketing, pa za PR, da enostavno se ne morejo vse skupaj reči, hej, to je ful nepametna poteza. Kaj pa, če bi mogoče Repiču odgovorili na ta njegova vprašanja glede zdravstva, pa čakalnih vrst, ker ima toliko sledilcev, mogoče nam bo to pripomoglo pri volitvah, če mu odgovorimo lepo in damo neka pojasnila, zakaj je to tako. Ne pa, da ga ignoriramo, pa da počnemo vse to zato, da... Ne ga ignorirati, oni so, to je honey trap, veš, to, da se ti znašel na letališču v Lisicah, to je tep naredil to, da si včeraj premaknil 13.000 ljudi na X, veš. Problem je... To je tako, veš, 13.000 je bilo včasih sledilcev 13 jurjev, veš, ker se je to evalviralo, koliko so velike spletne strani pa kanali, včasih se je to na Facebooku tudi prodajalo in je bilo valjda, sledilce bil evro, veš, mislim pač cirka, ne. Ker ti si tako včeraj monetariziral v bistvu zaprt račun, če sem čisto iskren, no, ker na X-u so tega danes kvazi nekaj omejevali, ampak po mojem razlog... Nisem to sploh še rešil, ampak verjamem, da to ni tak problem rešiti, kakor z meto, ne. Ne, veš kaj, po moje ti ta račun ful hitro raste. Zdaj to so ti notranji mehanizmi, ki je cron job je bil po enem dnevu in videl, da ima ta več kot 10 jurjev sledilcev, rekel, pa, veš, zdaj bo to človek pogledal, bo rekel, pač to so pravi, v redu, pa bo spustil naprej. Upam, da bodo sami od sebe, ker če ne sploh ne vem, kje komu da pišem, vidim neki folk že tega, tam Elon Musk, kaj se to dogaja, itak. Dvomam, da je to do njega prišlo, ampak da bo vsaj nekdo opazil pa rekel, se ta model ima real followerje in z Instagrama... verificiran gor, po mojem. Verificiran sem že dolgo časa in z osebno... Ta profil je bil tudi na Instagramu, je bil tudi verificiran, ne? Ja. To tudi, načeloma ti naj bi ta verifikacija dala neko prednost pri potanju. Da, res je, zato tudi verjamem, da bom profil dobil nazaj vsak cajt. Indici pokličejo, tako da če kak indijski klicev, če čudna številka se javlja zdaj, ker drugač ful čudnih številk kliče, ampak kličejo Indijci. In je ful prijazen in jaz sem tako rekel, thanks God, there are people at Facebook. Tako da jaz mislim, da se bo, no, to se bo umiril. Jaz mislim. Tako da, zdaj, kar je pa zdaj fenomen, je pa to, da Aleksander ne rab več v bistvu družbenih omrežij, zato ker rab sam enega mogoče, in Aleksander nekaj reče, ne, to si povzema. Jaz, če gledam včeraj, sem delal prav clipping medijev in imam enega kolega, ki ima nek clipping. Tudi jaz sem prijavljen na clipping in dobijo na mail vse. Kar je Aleksandar Repič, ne pridi prav pa pici. In na ta clipping me en prijatelj je to častil. Škakšen velja je ta? Škakšen velja? Koliko imam jaz PDF datoteke, mi jih pošilja vsakodnevno in to pol zmečam v ChatGPT in on analizira in pol sam vprašam, kdo me najbolj sovraži, kdo je pristranski, kdo ne, kdo me pluva, kdo me ne pluva. Da imam tudi jaz nek pregled, ker ne moreš toliko člankov prebrati, to je ogromno število vsega. A veš, in tudi tukaj jaz vidim, ne, da je toliko tega baza bilo zdaj, a veš, medijskega, da neka platforma tipa Metal, pa nekdo, to ne bo mogel, mislim, to ne moš narediti. To je res vmešavanje. In zdaj imajo in levi in desni za to vmešavanje karto, a veš, če sem čisto iskren. Svoboda govora je strani desne svetinje, oziroma pač postavljena na pedestal vrednot, da bi jo imeli v ustavi na prvi točki. Na levi pač to ni glih, pač največja vrlina, se zanima, kako je v Rusiji, že kje druge. Jaz se sam sprašujem, kaj bi meni bilo vse ponujeno, pa kakšne nagrade bi vse dobil, če bi se jaz politično opredelil in rekel, ja, dejte za svobodo glasovati, to je to, ali že stranko, ampak nočem iti v te vode, ampak hočem povedati, če bi jaz se strinjal z vsem, kar ta vlada govori, pa to oni bi repostali moje objave, oni bi govorili o tem, oni bi naklicali po moje povsod in bi po moje čisto uživali v tem. In pozabljajo pa ljudje, da sem jaz v času korone, jaz sem bil en del korone, sem bil v zaporu, in nekako vem, da sem not bil tudi ful še dodatno omejen zaradi teh ukrepov, ampak ko sem pa prišel ven, sem se tudi bunil čez vse te represivne
ukrepe in direktno čez Janšo, objave proti njemu delu. Vse, kar je bilo povezano s tem, sem se nekako bunil in tam, kjer je meni bilo smiselno, sem pač o tem govoril, pa sem imel tudi veliko število sledilcev, ni bilo malo, tam okoli 20, sigurno 1000. Ampak pa zdaj, ko gledam, kaj se s to vlado dogaja, me je pa strah, če pomislim, ok, korona je bila res unikaten primer. Ja, to nismo imeli prej. In to odgovornost je prevzel Janša takrat. Zdaj si pa jaz rečem, škoda po eni strani, po drugi strani z tega ne želim, da nimamo še ene korone, pa da je pod trenutno vlado. Za koga mislimo, da bi bil bolj škodljiv? A veš, težko zdaj rečemo, kakor ne vem, kaj je bilo cepljenje. Ja, če ne bi bil cepljen, bi lahko bilo še hujš, tudi če je zbolel. Kaj pa, če bi bilo boljš, če ne bi bil cepljen? Se ne moreš izmeriti, ne moreš reversati tega procesa, pa dajmo zdaj probati okužiti nekoga, ki ni bil cepljen na pacient. Ne moremo tega dokazati. Zdaj s tem cepljenjem imam jaz. Okay. Jaz sem se 3-krat cepil in verjami, da od takrat nisem isti. Lepo, da priznaš to na glas. Ja, neke alergije, stari, popijem 2 pira rdečo obraz, tako pač. Ne. In vidim, da je to bilo tako. Jaz sem mal na tej strani vrednot, imel sem starega dedka, ki je tudi umrl. Ja. Med korono, ne sicer uradna žrtev te korone ni, ne. In mi je bilo malo za te, pač jaz sem malo razumel iz tega medicinskega principa, da te maske, pač kirurg, ki nekoga operira, nima maske zaradi sebe, ima zaradi unga noter in mi je šlo to malo tako, bom rekel, iz tehničnega vidika. Strokovno-tehničnega vidika mi je šlo na živce ta borba. Mislim, če beremo te Epsteinove file, zdaj, ki prihaja ven, pa kaj vse je noter, pa da se tudi omenja in korona in vse in se lahko vprašamo, jaz nočem nobenemu reči, ti si bil naiven, ti si to pa to. Vsak se po najboljšem prepričanju odločil. Ja, v vsakem primeru. Hočem povedati samo, da jaz vem, koliko sem imel. Komunikacija slaba. Ful. A veš, če bi nekdo rekel, prišel tja na oder, rekel ljudje, bože, a vi ste že bili kdaj operirani, a je bil zdravnik z masko, je bil brez maske, je bil z masko zato, da ni v vas plugal, ali zato, da oni dobo virusa. A veš, ljudem niso plastično razložili, da pač s tem omejuje. So vsi zdravniki strokovno prišli gor, ampak normalnemu človeku pa tako plastično ni noben razložil, a veš. Pa so bili pa šuni butasti ukrepi, ki so bili na občine, pa od 12 do 12, pa pol ne. Ampak spet, kolikor smo imeli ukrepe, butaste in vse, pa ne podpiram takrat tistih represivnih ukrepov. Ker sem pol šel malo raziskovati, kaj se drugje po svetu dogajalo. Konkretno, če sam Kitajsko pogledamo, kako ki mogo stopati iz fleta. Si rečem, pa dobro smo prošli. Pa sem bil tudi, veš, ko so bili protesti, pa to, ko so bili neki ukrepi strani Janše, se mi ni zdelo to kul. Ampak spet se jaz vprašam, dajmo se vprašati, če tale diktator, konkretno Robert Golob, ki zdaj zaradi mene počne vse te stvari, da me utiša, pa da me ugasne, pa da me ustraši pri moji svobodi izražanja. Kaj bi bilo, če bi on takrat dobival ta sredstva v času korone in kako bi on z njimi razpolagal in kaj bi on z nami počel? A bi mi bili ena živina ali bi nas tretiral kot ljudi? In to ne moramo vedeti, to ne moramo zmeriti, to nikoli noben ne bo mogel vedeti. Zato pravim, da je malo smešno, ko me nekdo zdaj označuje, ali ta je desničar, tega zihar so plačali. Pozabijo pa, da sem en mesec nazaj zavrnil ponudbo za 80 000 evrov plačila na mesec, vsak mesec, strani gambling, strani, da promoviram kazinoje in online gambling. To sem zavrnil, zdaj se bom pa jaz prodal enim desničarjem ali pa bilo komu je na drugem kolu. Jaz sem tudi hotel pokazati, da tebi se ni treba prodati. Ne rabim se. Zato, ker tudi isto je tako pri meni, veš, jaz tudi tako, kdo zdaj to, pa neki imaš, pa podcast, pa jaz ljudem razložim, stari moj, pa sej nisem jaz od včeraj, veš. Ja. Kaj pa je to posnet? Pač 2 dni mojega dela, pa neki denarja, ampak, veš, na ključ dobim zadevo rešeno, ni to zdaj moj life. Veš. In ne rabim zaradi tega, jaz sem vsakič zabavam, že več let se zabavam, da lahko atomska bomba pade, jaz lahko dvignem kovčke in to je to. Jaz imam, veš, vedno neki zadelati. In nismo mi vsi odvisni od tega, da bi mogel nekdo, veš, neki. Jaz bi sicer tukaj rad videl zdaj Coca-Cola, veš, da bi ti dal eno samo. Jaz Coca-Cola ne bi hotel videti. Pici, nova, dobra ura, Kitajska, malo za res, malo za hec, za tega, da si relevanten,
pa da ne zgleda, da te je zdaj nekdo plačal za to, da to zadevo počneš, a veš, ker Itak. to je najslabše. Zato se Itak. mi tudi ne zdi prav, da niso slovenski ustvarjalci v bistvu sponzorji, tole bo najbrž 50 evrov ljudi gledalo, a veš. Zakaj tukaj ni zdaj, ne vem, bom rekel Renoja, da bo se smejala v kamero, ampak, a veš, je platforma debate, Normalno. odprte. Se dotika politike, ampak a ne zaradi mene, zato da imaš producenta, pa zato, a veš, zato da imaš da ima nekdo službo, da imamo mi, da vidimo eno tukaj, ki je malo, da se našalimo Ja. ko opica. a Veš, prvi Normalno. podcast, ki sem imel, se nisem nič namazal, to se je šajnalo tako zgledam, kot da sem bolan zlogar. Ja. Da mi povej, peva na medije še malo, Okay. zdaj sva že tako, mi da sva ful govoril, Madonna se sva že dolgo, ampak bo še šla naprej. A se ti zdi, da so ti tradicionalni mediji že izgubili ta game? Ja. Da enostavno, a se ti zdi fascinantno, da sploh ne dojemajo teh pravil nove igre? Ja. V tem oni so vedno prodajali ta adrenalin ob 7:00, ne, ali pa pol 8 včasih, pa se ne zavedajo, da se zakaj ne obvladajo teh platform, zakaj ne znajo narediti velikih urednikov ali pa velikih, a veš, personalitijev na televiziji, ki bi lahko parirali, ne vem, nekmu Repiču ali pa Macarolu. Težko je, težko je zdaj vse to izkoreniniti. Mislim, to se bo moglo prej ali slej zgoditi. Problem je, ker vsi vemo, da redko kdo še od mladih danes se usede za TV, pa prižge novice, pa gleda to. Mislim, to je ono. Bolj pogledaš online, če na spletnem portalu, če so kaj objavili, bolj je tam pomemben, kaj so objavili, kakor pa dejansko v poročilih. Ampak še zmeraj pa je ta volilna baza, ki jo imajo, ne, teh starejših ljudi, ki so res zvesti, ki nimajo pač enostavno, so v penziji, nimajo kaj drugega za početi, kakor da spremljajo televizijo. In tam se jim še pere glava. Ja. In tam se jim pere še zmeraj glava. In če to je edini vir informacij, ki ga oni dobijo, je normalno, da bo lažje njih zmanipulirati, kakor pa mlade, ki imajo dostop do 101 vira in se pol sami odločijo po svojemu razumu. Ne. In fora je, da pač starejša generacija, ki še sedi za kompom, ona je počasno, grdo se sliši, ampak je bližje žalam, kakor temu, da se bo naučila uporabljati socialna omrežja. Ne. In mislim, da čez 4 ali pa čez 8 let, ne naslednje volitve, ampak pol lune čez 8 ali pa 12 let, bo se to konkretno poznalo, kdo ima dejansko podporo, pa kdo išče nove podpornike med mladimi. Ne. To je ful pomembno. Pa jaz tudi mislim, da že zdaj, ne, da ta baza, ki jo znaš ti premakniti, mislim, ne premakniti v smislu tega nekega razmišljanja, zdaj moramo premakniti od Goloba stran, kakorkoli obrnemo, bo ta mlada aktivna populacija. Ja, upam, mislim, še zmeraj to pravo ni to pravo, kjer ga jaz verjamem, in tudi mislim, da vsa ta demokracija je zgrajena na nekih lažeh, pa iluzijah, pa hipnozi, ampak bomo videli. Jaz sem pač mnenja, da se bo nekaj moglo konkretno spremeniti, in če bodo ljudje spali, pa ne naredili nič za to, bomo samo sužnji tega sistema še naprej. Jaz tudi mislim, da smo v eni točki, pa da že ameriške volitve so dokazale, da je Rogan pa marsikdo premaknil ta glavni del populacije, tudi v teh demografijah mlajših. Da je bilo odločilno, v bistvu so bila družbena omrežja, če je zares zato, da je Trump prišel na oblast. Tam se je dinamika spremenila, zdaj se mi pa, da se s temi volitvami zdaj še ta dinamika bolj spreminja. Res, da je bila en temelj v nekih desnih, recimo medijih, ki so zdaj 4 leta že nekaj komunicirali, kar zdaj midva ali pa še kdo, ki se je zbudil v zadnjih parih mesecih, komunicirava. Ne? Ja. Tako da tukaj se mi zdi, da se zdaj neka kepa je že bila, pa se ti zdaj to kepa samo brcno, zdaj se je ona začela kotaliti in se ne kotali v gor hrib, ampak se dol kotali. Ja. In bo. Ja, raznesel bo nekje bo. Ja, ti imaš še najbrž kakega asa v rokavu. Imam jih veliko. Imam jih veliko. Naučil sem se, da je piščanc bolj okusen, če ga pečeš na primer 100 stopinj 2 uri, kakor na 200 stopinj 1 uro. In ene stvari treba tako malo izpod sača, bom temu rekel, da bo res sočno na koncu tudi zakonzumirati to, ker ne morem jaz tudi z vsemi stvarmi iti takoj ven, ker je to preveč enih informacij, da bi ljudje to sploh predelali, ampak ne, mislim, meni je to jasno, da to še ni eksplodiralo, mi še nismo dosegli tega pika.
In ne morem si predstavljati, koliko bo ta pik vplival, koliko bo to procentov. Ajde, rečemo, koliko procentov. Pustimo se presenetiti, noben to ne more Veš, zagotovostjo. kaj te ankete cent. zdaj, jaz sem včeraj, pol 11, jaz slučajno gledam tisto za nazaj, ker ne moreš več vsega gledati. Še smo vsi en prižgan, BBC prižgan, na televiziji neki na računalniku, drug podcast gledaš, od te pač gledaš zaliv, kaj se dogaja. Iran je včeraj objavil en ajatola, nekdo, neke rakete, da that's your last day, ne vem kaj, Izraela, veš, in kao, da bo atomsko bombo, da bo vrgli na Izrael. Ko pač ko, ti gledaš, pač te malo poročila beležiš v glavi, se hajpaš, ne. In por preleti, zavrtim nazaj in vidim ono Mediano. 40% ljudi še vedno podpira vlado. 19%. 19%, pazi, 18-57 bi še vedno Svobodo volili, ne vem, 23-24 SDS. Pri tem je pa Janša 16. izmed vseh, torej najmanj popularen izmed vseh, pa hkrati je to prva stranka v anketah, ki je de facto njegova stranka. Saj ne moreš reči, da je Janša kaj drugega kot Prav je vse SDS. skregano z logiko, vse te meritve, ankete so skregane z logiko. Kakšne so ti procenti? Veš, če si to zdaj ne predstavljam, zdaj grob 12%, ali ima 7% realno, ali ima Janša 37%, ker zdaj to pa spet ni, veš. To spet ni pol čisto v redu. Jaz nobenemu ne zaupam, niti Mediani, niti nobenim online anketam, ker vem, da se lahko tudi zlorabijo tudi te online ankete, pa nekdo vpliva na rezultat v samem procesu klikanja ali pa potem, ne, kako pol da ven te izvoz te podatke, ampak na volitvah se bo to najbolj pokazalo. Pa ti ne boš za nobenega stopil tako, ali se ti zdi, da boš stopil s tem že, da si na neko smer? Ne, to se ne bo zgodilo. Od mene noben ne bo nikoli slišal, glasoval sem, dal sem glas temu ali pa temu, ne, ni šans. V bistvu je dosti, če streseš prostor, če sem čisto iskren, ne. Ne rabiš niti s prstom pokazati, ne. Pri prejšnji vladi sem opozarjal pa govoril na glas, kaj vse me moti in kaj se mi ne zdi prav, in pri tej delam isto. In lahko si folk razlaga to po svoje, ampak edina stvar, ki sem prosil ljudi, je, da pač ne dovolite nam, da gremo čez to mrcvarjenje naslednja 4 leta še enkrat, ker to pa pogubno za nas in naše gospodarstvo in za zdravstvo. Za zdravstvo je že zdaj pogubno, ampak pogovarjal sem se z konkretno zdravniki, kirurgi, z ljudmi, ki so mi razložili, kakšna je situacija. In to, kar dela vlada, je samo dokaz, da enostavno, mislim, ena operacija. V bistvu razstavlja, ja, ne, ampak če sam gledamo čisto iz preprostega matematičnega vidika. Denar, ki ga namenijo UKC-ju za operacijo, je isti, kot denar, ki ga namenijo. Se pravi, končni cilj je kao za ljudi, da je nekdo operiran, da je čim manj čakalnih vrst. Ampak oni zdaj raj dajo UKC-ju, kot privatnikom, njim odvzemajo to. Ampak če greš ti, kot človek v tujino, ker je pač nujna operacija, ti moraš nekaj nujno in se tam operiraš, ti bo država povrnila te stroške. Ne našim. Se pravi, denar, ki je zbran iz našega budžeta, gre v tujino raj, kakor da gre enemu privatniku. Zakaj? Zato, ker vladi gre v nos. Ker ti od privatnika ne moreš na silo nič vzeti. On ne rabi nobenega podkupati. On mora plačati samo svoje asistente za operacijsko mizo in je za vse denarja dosti. Se pravi, če je za njih dosti denarja. Zakaj poslovnih prostorov, ki je država, javni bolnišnici. On ima še dodatne stroške. Naprave kupo. On kupuje, on investira, pa je še zmeraj dovolj denarja, da plača vse pošteno in da je motiviran, da dela ful operacij. V UKC-ju pa šparajo z vsem živim. Kupijo pa pol povoj, ne za 7 evrov, ampak za 23, vse logično. Vse jih dajo na tiste, mislim, a veš, a denar je pa isti, se pravi, kaj to pomeni? To je več očitno, da nekdo mora se še tam po domače rečeno graditi. Se pravi, vlada ima interes, ker je to molzna krava, zdravstvo je molzna krava, Slovenske železnice, GEN-I, vse to sem na glas že govoril. Vse to, kar je tako, je možno, ampak oni pa ne morejo vzeti privatnikom in potem normalno, da bodo raj delali škodo nam, ljudem, da so daljše čakalne vrste za to, da njih stisne v pozicijo, evo, nimaš zdaj operacij, ne boš držal, ne boš mogel plačevati prostorov, vse, kar si investirajo džabe, pridi raj nazaj v UKC delati. In deli za nas, ker mi si tam lahko več vzamemo, ti boš pa pač manj še zaslužil, pa boš delal tam pa čakal 3 leta. Tako, ljudje pa neče. Se pravi, očitno je, da tej vladi
je vsem za nas, kdo bo operiran ta pravi cajt, oni kle dobesedno s temi potezami izsiljujejo privatnike, denar je pa isti namenjeni na eno, na drugo stran. Celo sem slišal, da 20% namenjajo več UKC-ju, kakor pa privatnikom. Privatniki sem jaz imel eno družinsko izkušnjo, moja mama je zdaj sicer v penziji, ampak je bila davčna svetovalka in je zadnja leta delala z zasebniki. In Bog ne daj, da se je zasebnik pripeljal z dobrim avtom, Ja, da se je kupil BMW-ja. Ja. Ali pa neki. Tako je bila inšpekcija. Tako da, a veš, da prav ta vlada se je spravila na te majhne ribe, ker lahko mogoče nekaj vzamejo, a veš, ampak ne vzamejo ali pa ne ukradejo toliko, kar ukrade nek velik sistem in se sistemsko spravlja na majhni, to je meni pač neverjetno. Ker so res zgodbe, a veš, človek se zamenil avto, veš, dela 12 ur na dan. Predlagam ljudem, da na YouTubu pišejo pod iskanje zabranjeni čas ekonomije. Okay. Naj si pogledajo ta video, pa se jim bodo ful lučke odprle. Ko star video, zabranjeni čas ekonomije. Na YouTubu bom dal zdaj link. Da sam razumejo, kako ta svet deluje, kako ta denar kroži in tako naprej. In da je to vse skup kriminal. Dejva se midva spravča mička na Brnik. A je kaj tazga, kar še tega Brnika ne vemo, pa bi mogli vedeti. A se mi zdi, da je to neka župa, ki je zdaj že danes. Ma to si tako že vemo. Drugi, tretji 2026 čist pregreta župa. Pregreta župa, vsi že vejo približno, kaj je bilo. Jaz sem imel informacijo, lahko bi se izognil, lahko bi stvari drugače zapeljal, ampak sem zavestno šel na avion. Pa kje je ta komunikacijska budala v tej vladi? Daj mi to povedati. Kako misliš? V principu, da se je človek šel, da niso tega preprečali, veš, mislim, ker to je res, da bi, veš, to je meni ne bi, mislim, če ti poznaš osnovno fiziko, če veš, da je Severina taka zvezda zaradi unga video posnetka, če veš, da je Paris Hilton, dokler ni šel blowjob video ven, ni bila Paris Hilton, saj ne tako jo poznamo, in da se je Kim Kardashian naučila na Paris Hilton, kako v bistvu pravzaprav rataš. Se to ne veš, to je amazing fact. Včeraj sem to rekel eni vdaji na Planetu. Ja, gledal sem to, da. Pa ni noben tega zregistriral, pa mi pa piše en, kako da je Kim Kardashian most earning adult star, ne? Kje si ti to dobo? Realno, ona je Vividu prodala tisti video, ždej, ne vem kva je že, prodala Vividu, dobila 5 milijonov in dobiva zdaj 400 € vsako leto. Noro. In on to dobiva ne 200 €. Noro. Tako da ona je res naredila, veš, ta spin, ne. In jaz, ko pomislim na to tvojo aretacijo, ne, se kdorkoli pozna zakonitosti, to je, da bi ne bi vedel, da kamen pade na tla. Ja. A veš, da so šli to narediti. In isto to s temi omrežji zdaj, to je fizika interneta. Veš, zdaj si ti, ne da so ti odprli s tem, ker so ti omejili account, oni so ti odprli ne samo vse ostale platforme, oni so odprli tudi mainstream medije. Se tega sploh ne zaveda. Dejansko. Ker zdaj ti lahko rečeš, nekaj po pošti pošljaš, daš gor znamko, pošljaš na Pop TV najbrž ne, ker tiste bo še najmanj, ampak na koga drugega. Ja. In bo vsi v tem govorila, veš. Tako da, kje je ta logika, ta matematika komunikacijska? Jaz se včasih sprašujem, a je kje skrita kamera, pa da bi mi bo nekdo na koncu rekel, kako smo te nasrali, vse je bil hec, vse je bil šov, ker vse te poteze, ki počnejo, me spominjajo na nek prank ali neki, ne vem. Ne zdi se mi logično. Ker že sam, če... Je pa res, so pa stari. Dejstvo je, da se, veš, jaz, ko vidim človeka, ki tako odpre telefon, pa tako slika, veš. Ja. Horizontalno. Veš. Vem, da ni moja generacija. Čeprav moja generacija... Veš, da to ne bo uploadil, mogoče na Facebook. Veš, za te okvirje, veš, ker mi imamo zdaj že vse te okvirje tako doma, ker se skozi slikamo, a veš. Tako. Ampak tam nekje, ne, ti kriminalisti v NPU-ju, pa najbrž še kjeri drugi tako slikajo, pa v vidko imajo telefon, a veš. Ja. In jaz mislim, da je tukaj problem. Enostavno, ne prideš v stik z momentom, s časom, dojameš neke realnosti, nekih novih zakonitosti, mediji niso pogruntali, da rabijo velike personalitije, v bistvu neke močne, včasih je bil Mitja Maršol, ne, je bil urednik Dela, ne, vedo se. A ti zdaj veš, kdo je urednik Siola, ali pa kdo je urednik žurnala, ali pa so to neke osebe, ki sploh obstajajo, ki imajo svoje mnenje. Veš, ta osnovni game medijev je šel, dejva res, se lahko reče, da se je podcast v kurac. V kurac, ja.
Tega se ne zaveda. Ne, Jaz sem velikokrat rekel, jaz story posnamem, pa ta story več vidi ljudi, kakor jaz, da cel dan članke na City Magazinu, pa je super medij, pa nikoli ni bil političen, pa sam nove stvari piše, pa piše v tistem, kar noben drug ne piše, ampak jebi ga, veš. Nima tega personalnega valueta, kakor ga ima recimo moja objava, ne. res je. In tudi sledilci se s tabo ful bolj povezujejo. Jaz sem že večkrat rekel, da je največji problem, ki ga ne vidim, ni Picijev 100.000 sledilcev. Ampak, Aleksandar, da sem ti že V redu vse je, rekel. v redu je. Ja. Problem je, da je ta tvoj glas tukaj ful močnejši. Da ti oni 7-krat bolj zaupajo, kakor delu ta moment. Ali pa 24 uram, a veš. In da so oni pripravljeni na tek korak dlje, kakor normalno sledilec klasičnega medija, da je on pripravljen dvigati telefon, nekomu nekaj reči, vprašati, narediti. Tudi včeraj ta engagement iz platforme A na platformo B, ne, pomeni sam ta teoretičen dokaz vpliva, a ne, ker če bi mediju zaprli account, ne morda Delo zaprejo account na Facebooku ali pa Instagram account, a bi Delo lahko rekel, pejte vi zdaj na X. Ne. Ne. Ali pa pejte vi na ulice zdaj, pa naredite problem s to, kar so nam zaprli. Ja. Mene je strah, če pomislim samo, da bi jaz na nek način zlorabil svojo moč, ki jo imam na socialnih omrežjih, pa da bi organiziral kak shod ali pa Ja. protest ali pa kar. Ne predstavljam si, kaj bi se lahko zgodilo. Sej tukaj imam jaz ta problem, ne. Pa zdaj ne narobe razumeti, ne. Ti imaš na nek način preveč vpliva, ne. Dajmo reči, ne. Zdaj, ta moment je ravno ta ulica, ki si jo zdaj omenil, ne, v bistvu tragikomična, ker 3 tedne nazaj, ne, bi to ulico ti zelo težko aktiviral ali pa težje aktiviral, če sva čisto iskrena, ne. Danes je pa ta ulica v bistvu narejena, ne. A veš, in to je to, kar se mi zdi, da se ne zavedajo in da se sploh enostavno ne znajo obnašati in ne diraj lava, dok spava, a Jaz veš, mislim, se mi zdi, da je mislim, da jim je zdaj malo žal, da so tako reagirali in da si rečejo, da so čist napačen timing zbrali oziroma pristop, kako mene sploh pripeljati na policijsko postajo. To se zdaj šele zavedajo. Ampak zdaj, da bodo še mičkam bolj pragmatična. Ti verjameš v globoko državo? Seveda. Pa misliš, da globoka država ni dosti pametna, da reče, jebi ga, zdaj smo posrali, dajmo to Picijo, dajmo 10 milijonov na Kajmansko. Ne, ti moraš vedeti, vsakmu sistemu, vsaki stvari, vsaki družbi so ljudje, ki so inteligentni zelo in sposobni za določeno področje. A ne. In to zdaj, kar se dogaja, to je plod teh socialnih omrežij in te moči, ki jo imam jaz, ker se mogoče te ljudje sploh niso zavedali. Ja. In so nekako ali podcenjevali, ali so pa mislili, da njihove klasične metode bodo delovale tako, kot so v preteklosti delovale. In tukaj se ne gre za to, da so oni neumni, samo niso dosti podučeni oziroma nimajo teh izkušenj, ki jih imajo danes mladi, recimo, in ki se zavedajo, kakšna moč je na teh socialnih omrežjih prek ljudi, ki imajo nek vpliv, kot jaz, recimo. Globoka država. To, kar malo, zdaj vsakega vprašaš politika, ki prije vsi reče, ja, pa se bomo kaj naredili. A se bo kaj naredili s tem? Ne, Veš, to, kar imajo a vsi lahko korist to od tega. umaknemo? Ja, vsi imajo maslo. Pa ne to, vsi imajo korist od tega, saj pač. A ti misliš, da v trenutnih vplivih, Ko pridejo politiki, pridejo sredstva iz tujine, ko se nekaj financira, ko dobimo sredstva, ko država dobi sredstva za nek daljši rok, ki je daljši od 4 let, na koncu in levi in desni se morajo vse skupaj pa dogovoriti, ok, v redu, zdaj v tem mandatu mi črpamo ta sredstva tako, v naslednjem vi tako. In vse je to pol na koncu nek šov, da se pokaže čisto ena druga slika, pa se par ljudi tam zamena za to, da izpade, ok, odpravili smo neko korupcijo ali nekaj, ampak to je toliko zakorenjena stvar, da. Jaz mislim, da ima pa lahko država z nama velike probleme, načeloma z nama, pač s nam podobnimi, ne? Z mano sigurno ne, zato ker v politiko ne mislim iti. Hvala enako. Bom pa izpostavil stvari, zdaj pa kako bodo pa z mano delali, da mi bodo danes jutri kaj potaknili, pa ne bi se čudil še, da rečejo za 2 grama trave, ki so najdel pri meni, da se na koncu naredi zgodba, da sem narkobos. A ni smešno, da imamo v državi, da imamo referendum o travi, pa da to pač se potrdi, a ne, pač ljudje se odločijo,
pa tepto 2 grama, veš, ko na... Ja, ampak se ne pove, da je trava, pove se, da je droga, zato Ja. da ljudje še zmeraj dopuščajo možnost, da je šlo za kokain ali pa kaj drugega, ne. In, tako da To so te programerji, pa ti, ki montirajo, te vsi vlečejo skozi, sploh ne morejo delati brez tega. To Pa- je tudi pri meni tako, mislim, so kaj naj vedno ti bolj- rečem, lažemo se lahko, če rečemo, da ni ogromno kokaina prisotnega med nami. In, če bi jaz rešil na osebni nivo in se lotil marsikjerga politika, bi to bilo prav pogubno za mene. Sem prepričan, mene bi hitro upepelili tam, ker ne bi bil v vseh kosih. Zdaj, a ti verjameš, da mi v Sloveniji bivamo v taki normalni demokraciji? Da funkcionira ta policija, sodstvo, da ni to politično. Kakšno je tvoje mnenje o tej državi? No? Ne vem, kakšna se ti zdi Slovenija kot neka demokratična družba? A je to družba nekega sistema, je še vedno malo Jugoslavija? Jaz mislim, da je še zmeraj dosti demokracije, ker imaš tudi druge demokratične države, kjer jaz s svojim pristopom na socialnih omrežjih ne bi mogel početi to, kar počnem. Prej bi me utišali nekje drugje, kakor tukaj. Ne. Mislim, da imam še zmeraj dosti širine pa polja, kjer se jaz lahko gibam in izražam, ampak prvič, da zdaj prav vidim, da se dejansko nekdo vmešava v to svobodo govora in da me pač hoče dejansko nekdo res utišati pa omejiti, ampak v drugih državah sem prepričan, da bi se to veliko prej zgodilo. Zdaj mi povej, ful te mladih spremlja, po mojem. Kaj bi jim svetoval načeloma, ko vidiš, da se stvari tako obrnejo na internetu? Da te posnemajo ali da... Ne bodite nevretenčari, bom temu rekel, bodite vretenčari, imejte hrbtenico, postavite se zase, vztrajite v svojih prepričanjih, ne dovolite si, da vas kdo ustrahuje, izsiljuje. Vse je minljivo. Bodite to, kar ste, ne pretvarite se, ne izdajte ljudi okoli sebe, bodite lojalni prvo do sebe, pa do drugih, načelni bodite, ne glede na to, kjer posel delate v življenju, bodite pošteni, ker nekdo je tam gor, ko vse gleda, pa ti ali na tem svetu ali pa na drugem ti bo vse to bilo zaračunano. Se ne vem, če ne bi na tej točki po mojem kar končala. Mislim, sva po mojem večino povedala. Mislim, da Ja. imamo... Bo lažje zmontirati, ko bo samo 1:40. Mislim, da Trajalo. bomo... Imaš kaj tazga, mogoče še, ne vem. Ne, nimam. Iskreno sem že tako ožet, kaj je ena goba in tudi malo utrujen in tako paše mi zdaj malo izpati, počivati. Dokler me spet ne presenetijo, mi potrkajo, me vržejo, pa rečejo, zdaj pa imamo nalog za to pa to. Sej, jaz mislim, da sem jim dosti jasno mi povedala danes, da pač boš, da kaj prav trkajo, ne, ker če ne Ma to... ne želim pozarati nobenega, še zmeraj mislim, da oni vejo, kaj delajo. Mislim, ne vejo, kaj delajo. Ne, vejo, kaj delajo. Vejo, kaj delajo, samo si dovolijo kdaj kakšen kiks, na katerega pol jaz opazim pa reagiram tako da. Ja. Ful hvala za to zaupanje. Hvala da si tebi. prišel, da so se lahko pogovorila, da si tako vroč prišel do mene za toliko časa. No? To je meni pač Malenkost. zdaj na začetku, se mi zdi, da pomemben. Ne bi bil rad senzacionalističen, pa mislim, da ni bilo. No? Mislim, da smo oba dva tako nekako zadeve. Štepc. Štepc, ja. Štepcu Vse je bilo tako dobro. To je bil ta komšiluk, mi smo imeli, Dimitrijevič je bil nad nami, spodaj je bil pa Maščinovič. En je bil pravoslavec, en je bil musliman. Ampak, ker so bili veliki prazniki, smo bili vedno skupaj. In smo bili pri muslimanih in pri pravoslavcih, ki se je praznovalo. Novo leto, ali ki je bil Bajram, karkoli je bilo. Ja. Na tleh smo jedli, jaz sem odraščal na Prav je tem tako. multikulti okolju. Z najhujšimi barabami v Štepcu sem bil ful prijatelj, zato ker je bila moja mama kao ful cool in jih je znala malo podkupiti na svoj način. Kot da Urban je bil nek rdečelast, ki je po mojem pol tudi umrl, pač čisto zabredel, ampak ful smo imeli protektorat in ko so zvedeli, da se selimo, so mi skuter ukradli. A res? Ko so zvedeli, da se mi selimo v Koseze, so nam skuter ukradli. Izdal si Štepc, pa so pa vzeli to kot nek davek. Ki so mi iz garaže ukradli skuterja. In potem sem ti skuter v Kosezah, kamor smo se preselili, čez 4 leta se mi je pojavil pred vhodom. Mulj sedi pred mojim vhodom, pred vhodom v stanovanje, dobesedno
sedi na umu skuterju in policist, ko je bil, ko Sezah je policijska postaja, bolj tam, sem ga sam prijel, sem ga šla na policijsko postajo, tako da to je pa še ena anekdota iz teh Lepo. ulic Ljubljane. Ful hvala. Hvala tebi, da si me poklical za gosta. Top. So